Hvala. Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Nocoj, kot vidite, sem z Daniele Morom in generalom Pavlom Kapitinijem. In ukvarjali se bomo tako z Iranom, kot seveda z vojno v Ukrajini. In naslov seveda je paradigma nenehne krize, ker iz tega ni izhoda nikjer. Med napadi, grožnjami, preložitvami napadov, nenehnim prerekanjem, zanikanji med Iranom in Združenimi državami Amerike. Naprimer, Združene države Amerike so povedale, da se ne strinjajo, da uran konča v Rusiji. Čeprav se je pred nekaj dnevi zdelo, da je bil ta dogovor dosežen. Kar zadeva zračni prostor, bomo govorili o posledicah, o tem, kaj se je zgodilo po velikem napadu z droni strani Ukrajincev na Moskvo. Ker ne glede na škodo, ki je z vojaškega vidika kaplja v morje, je v vojaškem svetu prišlo do zelo močnega odziva. Ruski blogerji, katerim se je pridružila še izjava Gerasimova, ki je še dodatno podžgala nezadovoljstvo. Tu je vprašanje ukrajinskih dronov, ki letijo nad Estonijo. Tu je Vance, ki se je pravkar vrnil z tiskovne konference. Torej je na mizi kar precej tem, samo da malo razburkamo duhove. To je tisto, kar je včeraj objavil Donald Trump, s tem je dal jasno vedeti, da je napad praktično pred vrati. Potem je takoj prestavil zadevo. In tukaj v tem tweetu na Truthu piše, da so mu dali mini emir Katarja, skratka naredi celoten seznam in tako naprej. Prosili so ga, naj preloži ta napad in naj poskusi še naprej pogajati. Dal je še 2 ali 3 dni, ampak veste, da pri Trumpu nič od tega, kar reče, ne moremo jemati resno. Čez 2 ali 3 dni bo lahko mirno rekel še 2 ali 3 dni. Zanimivo pa je, da je bil vmes tudi Putinov obisk na Kitajskem in tudi Trumpov, tisti prejšnji. Obstaja nekaj stvari, o katerih je treba razmisliti. Prosim, Daniele Moro, ker imaš to še sveže v mislih, se si spremljal vprašanje Vansa. Dobro večer vsem, hvala za povabilo. Vance je končal z govorom pred približno 15-20 minutami v Beli hiši. Podpredsednik Združenih držav Amerike je mimogrede zelo nenavadno šel je tja govoriti in ga uradno nadomestil. Uradni razlog je, da je tiskovna predstavnica Trumpa na porodniškem dopustu. Zato so, ker je tiskovna predstavnica na porodniškem dopustu, poslali podpredsednika Združenih držav Amerike. V resnici, kot sva z Mirkotom rekla pred nekaj sekundami, preden sva začela, verjetno je to Trumpov način, da da Vanceu znova priložnost, saj je bil v zadnjih dneh popolnoma zasenčen zaradi Trumpovega obiska. In odrubja podjetnikov in Trumpovega sina vsi v Pekingu. Zelo zanimiva je bila tiskovna konferenca, saj je Vance politik, Louis pa je le tiskovni predstavnik. Pogosto zelo živčna, zelo neprijazna, zelo tudi arogantna v pristopu, medtem ko je bil pristop nocoj, po mojem mnenju, zelo zanimiv. Vance je govoril kot izkušen politik, ker tudi je izkušen politik, prejel je desetine zelo težkih, zelo nesramnih vprašanj, če želite, lahko o tem še govorimo. Iz Irana, kjer mu je nekdo rekel, ali je premirje, prav men. Seveda imamo načrt A, ki je zlomiti Irance, načrt B pa je, da jih uničimo. Mimogrede, v Washingtonu je še en zelo grd dogodek, o katerem se razpravlja prav na družbenih omrežjih, in sicer slavni minister za vojno, sekretar za obrambo Exet, je danes zjutraj rekel, da ko gremo v Iran, ne bomo jemali ujetnikov. V angleščini se temu reče no quarter. To je zelo grd izjava. V Pentagonu, to verjetno vidite, če spremljate tudi ameriške podcaste, vidite, v Pentagonu so postali zelo pozorni. Pentagon. Potem so to generali, tisti, ki tvegajo, da bodo plačali ceno zaradi teh izjav politikov. Kot se je že zgodilo. Če se spomnite, v Karibih, ko so streljali na ribiče sred mednarodnih voda, je bil Pentagon tisti, ki je na neki točki rekel, počakajte malo. Ampak kdo bo tukaj jutri odgovarjal? Torej, Vance je zainteresiran. Zanimivo, ker je odgovoril praktično na vse, od Irana
do umika vojakov, še posebej iz Poljske v Evropi. Zahodnim zaveznikom, torej tudi Italijanom, so mu zastavili natančno vprašanje glede gospodarske situacije, ker so mu številni novinarji rekli, oprostite, malo, ampak s Hormoško ožino zaprto, že 2 meseca nam govorite, da bo jutri praznik. Potem pa vsakič vse preložite, prepustite Rusom, kot so storili včeraj, še 1 mesec časa za prodajo energije in s tem poskušate ohraniti nizko ceno energije v Združenih državah. Ker niso tega storili zato, ker imajo radi Ruse, ampak ker želijo zmanjšati škodo. Videli ste, da je v Kaliforniji cena bencina skoraj dosegla $6 na galonu. To je zvezna država, kjer je tradicionalno najdražje. Tam je bila Vansa očitno v težavah. Rekla mu je 2-krat ali 3-krat, ja, razumemo, da so stroški energije še posebej ušli izpod nadzora, vendar smo prepričani, da se bo, ko se razreši situacija z Iranom, vse vrnilo v normalno stanje. Vse se vrne v normalno stanje, vendar je potem prišla na vrsto tema Kitajske. Na neki točki mu je novinar rekel, oprostite, ampak vi ste šli tja, rekli ste, da je šlo vse dobro, da so bili Kitajci kot še nikoli prej z vami zelo radodarni. Vstopajo z avtomobilsko proizvodnjo in tako naprej na vse svetovne trge. Potisnili so vas v kot, v resnici ste odšli le s 4 stvarmi. Nekdo je opazil, da so bile v resnici to le obljube in da so bile slabše od pričakovanj. Prva stvar, ki smo jo vsi opazili, je bila, da je Boeing nekaj ur potem, ko je Donald Trump odletel nazaj v Združene države Amerike, na borzi padel kot kamen. To je zato, ker je naročilo padlo s 500 letal na 200. In to je? Tako je, točno tako. Napovedi so bile, da bodo prodali od 750 do 500 letal. Ti so mu rekli, vzamem jih 200, ampak vzamem jih 200. Kot ko greš na stojnico, vidiš nekaj, kar ti je všeč in rečeš prodajalcu, naj ti pusti malo časa za razmislek, potem pa se morda vrneš, morda pa se nikoli več ne vrneš. Resnica je, da niso praktično ničesar odnesli domov. Poleg tega je današnji prihod Putina v Peking tudi signal Američanom. Torej, kot bi rekli, obstaja Kitajska in potem je tle še preostali svet, pomemben svet, karkoli že hočeš, ampak obstaja Kitajska. To je bil vtis, po mojem mnenju tudi psihološko, ki ga je Vance poskušal razbiti pred novinarji iz vsega sveta. In mimogrede, to je zanimivo. Ampak prisotnost Vancea danes na tiskovni konferenci je na voljo tudi v posneti različici. Bilo je veliko tujih novinarjev, Egipčanov, Poljakov, Ukrajincev in tako naprej, ker se je očitno vedelo, da je tam Vance. To je dalo vtis, da je Vance navidezno zelo zmeren in je poskušal reči, ne, naprimer, naj vam dam primer, ki ga vsi razumemo, počakaj. Počakajte, ne odpirajmo preveč oklepajev, omejimo se na to vprašanje. Američani, ki se nenadoma odločijo umakniti 4000 mož, ki bi morali sodelovati pri neki stvari z Ameriko. Tukaj bi rad vprašal prav Pavla, zakaj prihaja do tega nepredvidljivega vedenja, ki ga niti Poljaki ne razumejo, saj se imajo za najboljše zaveznike Amerike. Tudi oni so se znašli v vrtincu, so kolateralna škoda, ker jih je presenetilo, da Američani niso želeli sodelovati pri tej stvari. In zdaj praktično z Vanceom, ki je dal izjavo, ki je pravzaprav umik. Zakaj po tvojem mnenju tudi glede Poljakov prihaja do takšnih absurdnih izjav? Saj so edini zaveznik, ki je v zadnjih 10 letih vedno porabil več kot 2%. Zdaj se mi zdi, da so govorili o sodelovanju ali o vaji, če se ne motim. Torej, večnacionalne vaje na tej ravni, kjer je 4000 Američanov na terenu, pomenijo napotitev brigade ali celo okrepljene brigade. To so vaje, ki se načrtujejo približno leto in pol vnaprej. Ker je treba organizirati celoten premik kontejnerjev iz Združenih držav
polete, zagotoviti območja, nastanitve, razvoj taktičnega scenarija. Torej izvajamo vaje, vajo izvajamo kot da. Poleg tega so to vaje, ker se recimo malo pomešamo. V smislu, da so razporejeni različni štabi na različnih ravneh, kjer so v teh štabih Nemci, Belgijci, Francozi, Italijani, Američani. In potem so tu še enote, ki izvajajo določene akcije. Torej, to je zapletena, kompleksna stvar in tudi zelo draga, stane tudi veliko denarja, poleg tega pa vsi prispevajo denar, ne samo Američani. Zdaj, to je situacija. Zdaj, zakaj so se Američani odločili umakniti svojo udeležbo, ne vem, ali je šlo za celotno njihovo udeležbo ali le za del tistih, ki bi šli, o tem nimam informacij. Ampak v vsakem primeru najti razlog za to, zagotovo obstaja razlog, vendar če moramo, ampak ni tako očiten, ker obstaja politični načrt, obstaja načrt za Evropo. Bilo bi tudi nekaj dobrega, če bi Trumpova administracija imela načrt in bi sledila natančni poti glede Evrope. Kot si dobro poudaril, vsi, s katerimi bi se lahko spravil, so se spravili na Poljake. Ti reveži so namenili več kot 5%, pravzaprav so skoraj polovico, torej velik del svojega bruto domačega proizvoda namenili za to. To je vseeno ogromna politična odločitev, da se ponovno oborožijo. Do te mere, da so postali prva vojska, morda druga po turški, recimo tretja vojska, ali pa prva kontinentalna vojska zavezništva. Med vsemi, ki bi jim lahko naredili krivico, je bila Poljska res zadnja. Zdi se mi, da morda sploh ne vedo, kje je Poljska približno. Ker glede na stopnjo površnosti in izmišljotin, ki zaznamujejo delovanje Trumpove administracije, pa ne samo Trumpa, očitno je nekaj takega kot sevanje. Zakaj potem njegovo površinsko znanje se prenaša na Iran? Veje segajo do ravni, ki jih lahko vidimo tudi mi. Obstaja močno nasprotovanje, recimo pasivni odpor, strani tega, čemur pravijo. To se imenuje globoka država, ki jo na vojaškem področju predstavljajo generali in admirali, ki morajo upravljati vojsko Združenih držav, marince, mornarico Združenih držav, tudi po Trumpu. In vedo, kaj pomeni povrniti izgubljene položaje. In prepričan sem, da po neuradnih kanalih mnogi izmed njih bodo klicali svoje kolege iz drugih držav in jim govorili: bodite mirni, nismo vedeli ničesar, počakajte, kar želite, ni naša krivda. Ker morajo na nek način ublažiti udarec. Ker to zagotovo ne more biti, ne glede na to, kaj misli dragi, to ne more biti stalna usmeritev Združenih držav v naslednjih 10, 15, 20 letih do Evrope. Zagotovo je jasno, da bomo morali plačati več, bolj sodelovati, se bolj angažirati, vsega več. Vendar pa smo v situaciji, sporočilo v kuhinji, šel sem po nakupih in adijo, vrnem se opoldne, kot bi oni radi naredili. To ni mogoče. Tako da bomo videli, zato ni razloga, kot tudi ni razloga, da bi napadali Sancheza zaradi tega, kar je naredil, ali pa blatili različne voditelje držav glede vprašanja obrambe. Vsem sporoča, da nam prej reče, ne bom si zapomnil dejstva, da nam niste pomagali. Ne, da se niste javili, da se niste ponudili, da se nam niste pridružili, ne, da nam niste pomagali, medtem ko smo bili mi v vojni. Prvi stavek, drugi stavek, mi ne potrebujemo nikogar. Torej, v psihiatričnih terminih bi rekli, spravi se k pameti. Torej, ena od teh dveh mora biti resnična. Torej, iskati razlog za stvari s to administracijo, to je filozofska vaja. Torej, da ostanemo pri temi, tako ostanemo osredotočeni, preden preidemo na obiske, tako glede Trumpovega kot tudi Putinovega obiska. Omeniti velja, da najnovejše satelitske slike, glede na to, da se govori o možnem ameriškem napadu, ki je bil preložen, včeraj je objavil tisto, da bo napad čez 1 uro, zdaj pa je rekel, da bo še 2 ali 3 dni. Falato je bil tudi nedavno intervjuvan.
Prav tanker je rekel, bili smo 1 uro pred napadom, a sem se odločil, da počakam še 2 ali 3 dni. Po mojem mnenju obstajajo nekateri podatki, ki jih je treba izpostaviti, ker so pomembni. Prvič, satelitske slike kažejo, da so Iranci ponovno izkopali tunele, za katere so mislili, da je v njih veliko raket, torej so jih izkopali iz zemlje. Kot sem že rekel, preverite posnetke v živo že pred mesecem in pol. Možno je zadeti vstopne točke. Bas, kjer Iranci skrivajo rakete, vendar jih lahko tako zlahka ponovno izkopljejo, zato imaš recimo le začasen učinek. Posnetki tega trenutka, tega premora 2 ali 3 tednov, so pokazali, da so Iranci ponovno izkopali vsaj 3 od 4 lukenj, oziroma 4 od 5. Ta je še vedno, kot lahko vidite, še delno blokirana. To pomeni, da so imeli priložnost izvleči del svojega arzenala. To pomeni, da bodo v primeru obnovitve sovražnosti še bolje pripravljeni kot prej. Torej, če smo videli pogostost izstrelitev iranskih dronov in raket, ki je ostala pri 20 do 30 raketah na dan in približno 80 do 100 dronih, če se začne znova, bodo tega nenadoma zmožni. Verjetno. In še posebej, če pride do izmenjave napadov na iranski energetski in prometni sistem, bodo Iranci imeli na voljo 100 raket za napad na energetski sistem, utekočinjanje plina in podobno v arabskih državah. In tam nastane pravi kaos, ker tam res govorimo o 5 letih. Da damo predstavo o časih popravila posameznega sistema za utekočinjanje plina, ki je bil prej prizadet. Tam potem kriza postane sistemska, ker ne govorimo o zaprtju, lahko ga tudi ponovno odpreš. Ni rafinerij, ni naprav za uplinjanje in utekočinjanje, torej okrepitev, ponovno uplinjanje in utekočinjanje. Ne moreš iti nikamor. Drugi podatek, ki je zanimiv, je tisti, ki ga je uradno objavil Kongres. Potrjene izgube Američanov, recimo običajno, ko je vojska prisiljena poročati o teh stvareh Kongresu, ne more lagati. In zato so prisiljeni dati seznam vsaj tistih, ki jih lahko trenutno prijavijo. In ta seznam se daljša, govorimo o več kot 42 dronih in letalih, ki so bili zadeti. Mimogrede, veliko člankov, ki smo vam jih prej pokazali, je govorilo o tem, da Američani, ne vem kako, ne sprašujte me kako, niso pričakovali takšnega odziva. In to je ranljivost njihovih sredstev na tleh. Ampak vseeno, potrjene izgube so 4 F-15E, 1 poškodovan F-35, 1 desetka, 10-7 Strato. Tankerji so pomembni, ker so ključni za operacije, to so tankerji, ki oskrbujejo z gorivom med letom, 3 letala AWACS, ki teoretično skoraj nikoli niso izpostavljeni neposrednemu ognju, zato so jih zadeli na tleh. 230 nekaj helikopterjev, Black Hawk in različice, 24 Reaperjev. Droni Reaper, kar je veliko, 24 dronov Reaper, ne spomnim se podatkov, govorim po spominu, popravite me, če se motim. Mislim, da so v vsej vojni v Afganistanu izgubili 6 ali 7 zaradi nesreč. Nikoli jih ni sestrelil nihče drug, da si ustvarite predstavo. Zato sem te hotel vprašati, Pavlo, če čez 3 dni. Tudi koliko stane Reaper, ker če si kdo predstavlja, da je to en tistih dronov, ki jih vržeš s terase doma, če kdo vidi sliko Reaperja. En Reaper stane okoli 20 milijonov. Potem je odvisno od konfiguracije in od tega, kakšen tip Reaperja je. Ker so tisti za napad, tisti za izvidništvo, elektronsko vojskovanje. Obstaja veliko različic. Stane 3 od teh so praktično eno letalo. Kar se tiče stroškov. Zato sem te hotel vprašati, prvo, ali so vsi ti premori imeli smisel, ali pa so preprosto omogočili Irancem, da se pripravijo. To je nekaj, na kar so se pripravljali že 40 let. Ampak ali morebitna ponovna izbruh spopada čez 2 ali 3 dni res ne tvega, da bi ta kriza postala verižno reakcijo? Ker je tu še vprašanje gnojil. Naprimer, pred nekaj dnevi sem Danielu posredoval poročilo, ki smo ga pokazali pred kratkim v oddaji v živo o umetni inteligenci, o OSINT-u, ki se nanaša na gnojila, na povečanje stroškov hrane v Ameriki, kar je seveda povezano s tem, da imajo manj gnojil. In smo vprašali umetno inteligenco, kakšna je stopnja ameriške odvisnosti od določenih specifičnih gnojil.
V nekaterih primerih je bila med 30 in 70%. Torej ni bilo malo, skratka, da si ustvarite predstavo. Kot vidimo, je vse izjemno povezano. Prosim, Pavlo. Čemu služi premirje? Če si močan in zmaguješ, ne daješ premirja. Torej, je to premirje služilo dvema velikima šibkostma. Zagotovo je koristila Irancem, ki zagotovo niso rekli, ne, kar nadaljujte z bombardiranjem, saj ne vemo, kako bi si drugače krajšali dneve. Torej je zagotovo koristila Irancem, da so lahko delovali v obrambi, pa tudi v pričakovanju morebitnega protinapada, bolj kot napada v obrambi. Kot si dobro pokazal, da si obliznejo rane in najdejo kaj uporabnega sredi vsega tega prahu, ki se je dvignil, če je še kaj dobrega ostalo, kar bi lahko uporabili. In to zato, da bi recimo uredili, kar se še da urediti, in skrili, kar se še da skriti. Ampak potem je tu še del protiofenzive. V teh 40 dneh je bilo veliko naukov tudi za Irance, ki se nanašajo na sisteme vodenja njihovih dronov. Sposobnost določati cilje, videti vse, kar ni delovalo ravno dobro in bi lahko delovalo bolje že z majhnimi spremembami. Predvsem na področju ciljanja. In to pri ciljanju, usmerjenem zagotovo na države zaliva in ameriške baze v zalivu, pa tudi na Izrael. Hkrati, čemu je to koristilo Združenim državam? To je služilo za dopolnitev zalog, ker so porabili več, kot je bilo mogoče, in za vzdrževanje vseh vozil. Da bi morda uspeli razviti tudi napadni načrt, ki bi imel vsaj nekaj smisla. Ob upoštevanju informacij iz prvega vala so poskušali načrtovati drugi val, ki bi bil manj nerealističen od prvega. Izrael preprosto vzame načrt, ki ga je imel prej, in reče, v redu, rekli ste nam, ne ostanemo pri miru, zato bomo zdaj nadaljevali, pod pogojem, da nam daste bombe, rakete, zaščito, zaloge. Mislim na oskrbo z gorivom med letom, popravila, rezervne dele, vse, kar želite. Mi bomo še naprej počeli to, kar moramo početi. In to je z tehničnega vidika. Z nekoliko bolj strateško-političnega vidika pa, čemu služi to premirje? Najprej je služila temu, da se vidi, ali obstaja izhod, ki bi naredil konec konflikta sprejemljiv za vse tri strani. In do danes ob 11.20 in 21.23 leta 2019 ga ni. Nikjer ni volje in potrebe, vse pri Irancih in Američanih, da bi temu naredili konec. Izraelci absolutno ne. Ampak do zdaj niso našli. Kdo ima večjo nujo? Večjo nujo imajo Združene države, ki nujno potrebujejo, da naredijo nek zaključni udarec, ki bi ga bilo mogoče domači javnosti prodati kot uspeh, da upravičijo dejstvo, da so rekli, v redu, s tem zadnjim napadom smo naredili to, uničili smo to, ono in tisto, ubili smo celo kamenjevega mačka in se lahko srečni vrnemo domov ter rečemo, naloga opravljena. To je to. Kje je problem? Problem je v tem, da če Iranci sledijo tej strategiji, v smislu, da rečejo, v redu, naredimo se, kot da ste nas udarili po glavi, tukaj končamo, ponovno odpremo Ormuz in tako naprej. Če pa ne, če ne sledijo tej strategiji in odgovorijo v skladu s tem, za kar so se pripravili, bo stvar trajala nekoliko dlje, kot je potrebno. Ali kot upa Donaldo. In v tem trenutku bi se situacija lahko zelo spremenila. Da se vrnem k vprašanju pomankanja problema Ormuza. Zelo, zagotavljam vam, zelo zanesljivi viri pravijo. Poglejte, če bo ta stvar trajala do sredine avgusta, kar je tik za vogalom, kmalu bo junij. Se pravi, ostali bomo brez kakršnih koli zalog plina in nafte v Evropi in bomo morali začeti uvajati ukrepe, kako se temu reče, varčevalne ukrepe, recimo temu omejevalne ukrepe, ki bodo indijskega tipa. Vozite se s kolesom, čim manj uporabljate avto, prejedimo na delo od doma in tako naprej. In avgust je tik za vogalom, res je tik za vogalom. In s tem upam, da sem povedal, čemu je, po mojem mnenju, služilo premirje. In služi še za ta 2 dneva, ko je Trump rekel, ne, dam vam še 3 dni, si je dal še 3 dni,
Ne pravim, Osintviri poročajo o zelo velikih premikih in stanju pripravljenosti izraelskih sil, kakršnega praktično ni bilo od začetka te zaostritve. Mimogrede, želim nekaj vprašati Daniela. Je samo ena stvar, Obstaja še ena zadnja stvar v ozadju. Kar zadeva čas, se mi zdi, da bi moral biti ta konec tedna Memorial Day, nekaj takega, dolg praznik v Združenih državah. Torej, pisarne bodo zaprte ves konec tedna in tudi se mi zdi v ponedeljek, mislim, da v ponedeljek. Tudi borze so zaprte, če grejo določene stvari malo bolje. Torej, če se kaj zgodi, bi lahko domnevali, da se bo to zgodilo med petkom in ponedeljkom. Torej, konec mojega prispevka. Daniele, dve stvari. Ena zanimiva je tista, ki jo je povedal Pavlo, in druga. Netanjahu je zaprosil za preložitev predvidenega pričanja na sodišču, pri čemer se je skliceval na trenutni razvoj varnostne situacije in stopnjevanje razmer v regiji. Torej ima tudi osebni interes, da ponovno prevzame zadevo. To je bilo očitno že dolgo časa, zdaj pa je res še tista pika na i. Za tiste, ki spremljajo vse osintvire, so ameriški in izraelski premiki enaki, če ne celo večji kot prej. Tudi zato, ker je bila večina sil že pripravljena, vendar je prišlo do veliko premikov, predvsem oskrba z dodatnimi tankerji, 7 tankerji. Naključje ali ne, 7 jih je bilo izgubljenih, 7 se jih je vrnilo. Torej se bolj ali manj vračamo na prejšnje zmogljivosti. Ja, poslušal sem vaše razmišljanje, čeprav nisem strokovnjak za vojaške zadeve, vendar kot zunanji opazovalec, če bi bil danes na tiskovni konferenci Bele hiše, bi postavil naslednje vprašanje. Ampak, če po 2 mesecih bombardiranja Irana s prvotnim ciljem zamenjati režima nisi zamenjal in Iran je še vedno zmožen voditi asimetrično vojno, zdi se, da samo Trump ni razumel, da bi najprej zaprli Hormuško ožino in bojim se, da ima general Kapitini prav. Tudi jaz sem zelo zaskrbljen, ker ti absolutno niso sposobni hitro rešiti te zadeve. Čeprav bi Kitajska morda imela interes najti kompromis in tako naprej, danes, iskreno povedano, ne vidim Bele hiše z nobenim konkretnim načrtom. Moram reči, da tudi sam nisem prav prepričan in čez 2 ali 3 dni, poznavajoč Trumpa, ki vsakič reče, če ne narediš, kar rečem, bom vse uničil. To počne skoraj vsak dan. In to je tudi ena od težav tega predsedovanja Združenih držav Amerike, ker na koncu nisi več verodostojen, nihče ne razume. Mora se opirati na podatke, ki jih Mirko podarja, torej premikaš enote in to je v redu. To so edine stvari. Dodam še nekaj o Netanjahuju. Netanjahu, njegova žena in sin, za tiste, ki imajo dovolj intelektualne radovednosti, da se v to poglobijo, obstaja čudovit dokumentarc, ki so ga pred 2 letoma posneli v Izraelu. A ga v Italiji nikoli niso pokazali. Jaz sem ga gledal v Londonu, imenuje se BB Files. To so vsi zaslišani Netanjahuja in njegovih bližnjih, ki so kradli, si polnili žepe in se pustili podkupiti dovolj, da bi jih, po mojem mnenju, morali vse 3 vreči v zapor. Vedno si zapomnite, da je Izrael država, kjer greš v zapor, tudi če si pomemben politik. Olmert, predsednik vlade Izraela, ki sem ga tudi sam spoznal, je prav tako šel v zapor. In Netanjahu, ne glede na to, kakšen izgovor najde, ima volitve nekaj dni pred novembrom, konec oktobra. Kakršenkoli izgovor najde, njegova osebna situacija je vseeno prišla v igro, točno tako kot pri Trumpu. Glede zadeve z Epsteinovimi dokumenti, ki jih v Italiji obravnavajo kot nekaj nekoliko bolj rumenega, ampak tam, verjemite mi, je to tempirana bomba. Ker so v dokumentih FBI-ja, ne proti zakonu, ki bi jih temu prisilil. Niso bile razkrite, ki omenjajo Trumpa 34 krat. 34 000, ne 34 krat. Torej, vrnimo se k naši temi.
Torej, prej ste govorili o sporočilu, ki ga daje Poljski. Pred nekaj tedni je umaknil tudi nekaj vojakov iz Romunije. Zanimiva stvar mi je prišla na misel, ko sem vas poslušal na tiskovni konferenci. Na neki točki je Vance poskušal zamegliti vprašanje Poljske. Rekoč, ne, nismo jih umaknili, preprosto jih nismo poslali. Potem pa je rekel, vi, Evropejci, se morate navaditi stati na lastnih nogah in tako naprej. Torej, ponovno, na ne preveč agresiven način izpostavlja temo, ki jo tisti, ki spremljajo Parabellum, že zelo dobro poznajo. Že 20 let Združene države Amerike Evropejcem govorijo, da ne morejo še naprej imeti vojaške zaščite na račun ameriških davkoplačevalcev. Obstaja pa en ampak. Po mojem mnenju, če poslušam vaše analize, Trump objektivno ne ve več, kako naj iz tega izstopi. Se pravi, ni tako, da nam Trump kot običajno noče povedati. Ne? On ti vedno odgovori, lahko bi mu ustrelil ali pa ne bi, kar je ena stvar. Jaz dobesedno berem njegovo izjavo, njegov intervju. Novinar, koliko dni bo imel Iran, da sede za mizo? Trump 2 ali 3 dni, morda v petek, soboto, nedeljo, mogoče na začetku naslednjega tedna. Torej, omejeno časovno obdobje, skratka, malo idej, a zmedenih. Torej, stvar je takšna. Ko bomo potem, predvidevam, govorili tudi o današnjem potovanju Putina in o Trumpovem iz prejšnjega tedna, tukaj imaš situacijo, v kateri je, kot je razlagal general Capitini, Pentagon izčrpal svoje vire, ko je zavrgel zelo pomembno orožje, ne samo drago, ampak tudi zelo pomembno, saj ga ne moreš kar tako proizvesti. Mimogrede, glede tega je Vance povedal zelo zanimivo opazko. Ko ga je novinar vprašal, kaj se dogaja z ameriškimi avtomobilskimi podjetji, zdaj, ko se Kitajci širijo, je rekel nekaj zelo zanimivega. Rekel je, pazite, ameriška avtomobilska podjetja, bog ne daj, v prihodnosti jih bo treba ohraniti, ker bi jih morda potrebovali tudi iz drugih razlogov, general Capitini, iz drugih razlogov. Torej za vojaško proizvodnjo. Prekinjam, razložim. Že zdaj bodo nekatere tovarne, ki niso bile več v uporabi oziroma so bile že nekoliko opuščene v Ameriki, preurejene za proizvodnjo streliva. In enako počne Rheinmetall z nekaterimi tovarnami, ki jih bodo dobili na voljo. Tudi v skupini Volkswagen, BMW, Audi in tako naprej, torej vsi se želijo preusmeriti v to dejavnost. Deloma zato, da bi zagotovili zaposlitev tistim, ki bi izgubili delo, in deloma z dolgoročnega vidika, glede na splošno situacijo. Torej, ne samo Mercedes uporablja nekatere od teh tovarn za preusmeritev, ampak tudi Francozi in nekdo je celo omenil možnost kakšne italijanske tovarne, če ne Mirafiori, pa kaj podobnega. Vse so te tovarne skoraj prazne. Torej, stvar, ki jo želim poudariti z vami, je naslednja. Obama je sklenil dogovor z Iranci, kompromis, ki traja 2 leti, leta 2015, da bi na nek način omilil, ublažil iransko grožnjo. Ko je prišel Trump, je razveljavil dogovor, kot to počne on, rekoč, tako slabega še nisem videl. Današnje popoldne, po tiskovni konferenci Vanca, je težava v tem, da je nek novinar na neki točki glede tistega dogovora, ki ga je razveljavil Trump, vprašal Vanca, ampak ali vam je všeč možnost, da bi Iranci dali Rusom obogateni uran, ali ne? Potem pa kroži sem in tja. Tam ena od rešitev, o kateri se govori že vsaj 2 meseca, so jo Rusi ponudili takoj. Torej, Vance je dal zelo dvoumen odgovor, rekel je, zdi se mi, da predsednik ni ravno naklonjen, ampak se mi zdi, da tudi Iranci niso ravno naklonjeni. Ti praviš, ampak poslušaj, si prepričan, kaj Iranci sploh hočejo? Iranci imajo trenutno, po mojem mnenju, samo problem, kako zdržati. Režim, ki še naprej obeša ljudi. Hočem reči, ko govorimo o Iranu, ne smemo nikoli pozabiti, da gre za režim o vislicah, za katere se zdi, da pol sveta sploh ne zanima.
Ta situacija za Irance, čeprav ostaja zelo težka, kot je danes, ker je notranja situacija v Iranu zelo težka, tudi gospodarsko, to sploh ni poraz. Poraz je za zalivske države in dodajam še nekaj. Izrael, o tem smo govorili pred mesecem in pol, takoj smo poudarili, Izrael je vodil zelo drugačno vojno kot Američani. Napasti Iran, ampak rešiti problem s Hezbolahom. Izrael v tem trenutku ni rešil problema z Iranci. Niti, žal, moram reči, ne rešuje problema s Hezbolahom. Zakaj? Legitimna libanonska vlada sploh ni sposobna razorožiti Hezbolaha. In dodajam še zadnjo stvar, Mirko. Pred nekaj urami je šlo poročilo, mislim, da v Wall Street Journalu, ki pravi, da slavni odbor, ki ga je Donald Trump ustanovil s financerji za obnovo Gaze, vsi so šli tja, se spomnite, govorili so, jaz ti dam milijardo, jaz ti dam 2, v resnici pa skoraj nihče ni prispeval ničesar. Torej, ta operacija, obnovimo Gazo, pride moj zet, potem pa govorite z mojim zetom, a ne? In na koncu nič. Torej, Gaza, del, ki ga Izraelci niso zasedli, je še vedno v Rasulu, še vedno je v Rasulu. To so vse prazne besede, ki ne vplivajo na volilni izid. Mimogrede, nocoj volijo v Združenih državah. To je zelo zanimivo glasovanje. Ampak vprašanje je vedno pri ameriškem volilnem telesu, ko ste videli v anketah, razen pri vprašanju nezakonitega priseljevanja, pri vseh drugih temah, od Irana do gospodarstva, je Trump povsem na dnu. Tako, zdaj bomo prešli tudi na znamenita srečanja, rad bi pa opozoril še na eno stvar. Rad bi dodal samo eno stvar. Braga, ena podrobnost, ki so jo danes izpostavili televizijski dnevniki, mislim, da iz kitajskega zunanjega ministrstva, kitajski veleposlanik v Teheranu, nekdo pomemben iz Kitajske, je rekel, poglejte, mi, Ljudska republika Kitajska, smo stali ob strani Teheranu brez vsakršnih pogojev. Kar izrečeno v teh urah in po obisku Trumpa ter medtem, ko poteka obisk Putina, doda nekaj precej pomembnega tudi na mizo. Ponovno poudarjam, Kitajska je po besedah, mislim, da je bil njen veleposlanik v Teheranu ali pa kakšen drug uradnik, povedala, mi smo brez vsakršnih pogojev na strani Irana. Tudi zato, ker kitajski tankerji upravičeno plujejo skozi, torej je za njih Ormuz bolj ali manj odprt, recimo tako, ni tako zaprt, za nas je zaprt. Kar preseneča je, da smo mi tisti, ki resnično plačujemo posledice. Mi, Kitajci, Japonci, Indijci, Pakistanci, ki resno plačujemo posledice zaprtja Ormuza. Ne molčimo mirno o dveh akterjih, ki imata v rokah možnost, da na nek način rešita to krizo. In to se mi zdi tudi precej značilno za voljo in sposobnost strateškega razmišljanja tako naše države kot Evrope kot celote. Ker če se niti ne znaš uveljaviti, ampak mi imamo v žepu kup ameriškega denarja v ameriških bankah. Torej, samo z grožnjo, poslušaj, jaz bom to dal na trg in ti bom naredil zmedo, če ti ne sprostiš te stvari, če mi ne pripelješ nafte pod določeno mejo. Če nismo niti sposobni uporabiti tistih nekaj, in res jih imamo malo, orodij, ki jih imamo. Prisotnost, baz, prisotnost, dejstva, da Imamo v lasti velik del ameriškega javnega dolga in malo drugega, uporabimo jih. Namesto tega, medtem ko Kitajska nekaj pove v zvezi s to krizo, celotna Evropska unija molči. Čudovito. To je malo podobno kot pri vprašanju baz. Resnično mi imamo adute v rokah. Brez teh baz napada na Iran sploh ne moreš izvesti. Zato tudi te polemike nikoli nisem razumel. Rad bi malo pokazal na slavne obiske, ki so se zgodili pred kratkim. Poglejmo, če je občinstvo pozorno in to opazi. To je Biden, ki gre na Kitajsko. In oprosti, Biden
In to je Trump. Ste opazili kaj? Dajem vam 5 sekund. Razlika v spoštovanju je precej opazna, zelo pomembna. Simbolika je za Kitajsko zelo pomembna stvar. Tega ti ne povejo neposredno, ampak ti to povejo z vidika spoštovanja. Dobro, Xi Jinping ni ne s Trumpom, ne s Putinom. koga so poslali? Xi Jinpinga, da govori s Trumpom, torej da ga sprejme v prihodu. Podpredsednik, torej drugi, Han Zheng. Koga so poslali k Putinu? Zunanjega ministra, ki je celo manj pomemben v kitajski hierarhiji kot podpredsednik. To pove vse. Že to pokaže kitajski simbolizem, brez da bi kaj rekel, brez izjav ali česarkoli. To je raven pomembnosti, ki ti jo dodelijo glede na to, koga ti pošljejo, ko te sprejmejo. Opaziti je treba, da sta Biden in Obama, očitno ker sta imela bolj vljudne načine obnašanja, vseeno prejemala kitajsko spoštovanje, iz previdnosti in zaradi bontona. To je zelo zanimiva stvar. Kaj misliš? Bojim se, da je tako. In to ni dobra stvar. V smislu, da je Amerika že 80 let ameriški imperij, tisto, kar jaz imenujem blagi imperij, saj blag do Evrope, do Latinske Amerike. Videl sem ga v akciji, v Nikaragvi, v Salvadorju, v 80 letih, fantje. Kakorkoli že, takšen tip imperija je bil predvidljiv, recimo tako. Predvidljiv. Kapitini je prej rekel, da Trump vsakič, ko govori, reče eno stvar, pozor, z političnega vidika je ta način delovanja izjemno nevaren. V smislu, da je tako, kot da se znajdeš pred nekom, pa naj bo to v katerem koli poklicu ali okolju, ki ga nikoli ne razumeš, kaj govori. Ne samo to, v tej zgodbi je še ena zelo resna točka, na katero so opozorili tudi Iranci. Namreč, pravijo, da tudi če bi s Trumpom dosegli kompromis, kdo jim zagotavlja, da si naslednji dan ne premisli? To je ena stvar. Druga stvar je vprašanje Pekinga. Jasno je, da se za tem simbolom skriva država, ki se v tem trenutku smatra za osrednje središče sveta. Pred nekaj urami so v nekaterih francoskih podcastih opozorili, da je v Pekingu bila prava parada evropskih voditeljev, Angležev, Francozov, vsi so prišli s klobukom v roki. Kitajcem so govorili, ne prizadenite nas preveč, merc, vsi. Zdaj je jasno, da Kitajci vlečajo mreže s ribicami noter. Torej, trenutno so karte v njihovih rokah. Opozorim te na nekaj, Mirko, takoj, ko je Xi stopil z letala, je prva stvar, ki jo je rekel Trumpu, bila roke proč od Tajvana ali ti polomim kosti. Rekel mu je, Amerika, ne, drži se stran, če nočeš, da se Amerika prepira z nami. Ko se je Trump vrnil v Združene države, kaj je rekel? Ampak mi? Nekaj, kar je oddaljeno 9500 km, kdo to sploh pozna? Ampak ni važno. To je problem. Kitajci, čeprav so tudi oni v težavah, ker je Kitajska na notranjem področju v velikih gospodarskih in družbenih težavah in tudi glede vojaških aparatov. Kitajska je pokazala, da se je vse spremenilo. Pravi se, da danes ne bo posebej prijazen niti do Putina. Putin poskuša zgraditi nov plinovod z Sibirijo in tako naprej. Kitajci si ne zavezujejo rok preveč. In danes, ko so vprašali, zjutraj bo tisti intervju, ki si ga prej omenil s Trumpom, mu je nekdo rekel, ali Kitajci res spoštujejo dogovore glede Irana, da mu ne dajo orožje in podobno, ali ne. In Trump je rekel, ampak jaz sem vzel Xija za besedo, zaupam mu. Allora, torej, resnica je, da imaš ameriškega voditelja, ki je šel tja, pripravil sem mu veliko predstavo, ne, z zastavicami, rožicami, parkom, kamor gre on. To ti tudi pove z človeškega vidika o intelektualni revščini nekoga, ki gre prositi. Ampak ta skrivni park ga pokažete vsem gostom ali samo meni in še nekaj drugim. In Xi mu reče, ne povej tega nikomur
in naj ne postane navada. Mislim, rečeš, poslušaj, ampak ti si predsednik Združenih držav Amerike. Mislim, ne ve, kaj je prepovedano mesto. Te stvari tukaj. Ampak on ne pozna, torej to je problem, povem ti še zadnjo stvar, to je problem, ki ga ima veliko Američanov glede Kitajske. Prvič, generacija, ki ima moč v Združenih državah, kot tudi v Evropi, je mojih let. In mi imamo navado misliti, da je Kitajska še vedno takšna, kot je bila pred 20 leti, ki je prihajala fotografirati izložbe trgovin na Monte Napoleone v Milanu in potem kopirala torbice v kleteh. In torej ni več taka. Po mojem mnenju Trumpu to sploh ni jasno. Kitajska te znanstvenega vidika na mnogih področjih prekaša. Na področju infrastrukture te prekaša. Vsak, ki pozna Združene države, ve, kaj pomeni potovati z vlakom, če ga sploh najde. V Združenih državah in s postajami, kjer jim omet pada na glavo. Ni hitrih vlakov, letališča, skoraj vsa so v obupnem stanju. Ti Američani se tega ne zavedajo, da Kitajska ni več tista izpred 20 let, si lahko rekel, poslušaj, bod priden, ni več tista stvar. Ko Kapitini reče, ameriški dolg je v veliki meri v rokah Kitajcev, Japoncev in tudi nas, Evropejcev. No, Američani lani, naj vas opozorim na nekaj, Xi je izrekel grozno frazo Trumpu in Američanom. Rekel jim je, dragi Američani, vi živite nad svojimi zmožnostmi. To je ki greš v banko zaprositi za posojilo. In direktor ti reče, oprostite, ampak vi niti računa za elektriko ne plačujete. Zdaj pa pridete k meni prositi za denar za naložbe. Kaj sploh hočete od mene? Sporočilo Kitajcev je po mojem mnenju zelo jasno. Zelo jasno. Torej, naslednja tema je po mojem mnenju zelo zanimiva, razen če Pavlo ne želi kaj dodati glede te zadeve. Ja, moram razkriti skrivnost mačke. Ja. Mačka ni mikromačka, ampak je druga mačka, črna mačka, ki je ime Mila in si je zelo želela seksa. Torej, tukaj je... Zdaj moraš zamenjati mačko, vsako daje v živo. Ampak vidite, ne? Ja, ne? Potem ga končate. Ampak medtem, ko je šla mimo, mi je predlagala še eno stvar, o kateri bi bilo morda dobro razmisliti. Da smo priča resnično epohalni spremembi v razumevanju sredstev in izražanju moči. Čeprav so Združene države Amerike še vedno zasidrane v ideji, da je moč vojaška moč in da je manifestacija moči vojaška moč in visoka tehnologija, jim Kitajska sporoča, poglej, zdaj je vsa tvoja vojaška moč, vsa tvoja tehnologija odvisna od tega, kar proizvajam jaz. To so redke zemlje. Torej, brez mojih redkih zemelj nimaš niti vojaške moči, ker ti skoraj nič ne deluje. Niti tvoje tehnološke premoči, ker je odvisna od mikroprocesorjev in podobno. Zdi se, če dovolite povzetek, da smo prešli iz jedrskega odvračanja na materialno odvračanje. Se pravi, jaz imam material, ki ga ti nimaš, in dejstvo, da me moraš zanj prositi, me že postavlja v absolutno prevladujoč položaj v primerjavi s tabo. Ker brez teh materialov in še marsičesa drugega, kar jaz vem, ti sploh ne moreš izdelati orodij, s katerimi bi mi grozil. Tako, to je kot dodatek k razpravi, ki sva imela malo prej. In spet to ni moje mnenje, ampak je to Milino mnenje. Torej, nova tema, ker se ta polemika vedno znova pojavlja in gre za veliko razpravo, ki trenutno poteka. Kot veste, ukrajinski droni pogosto pristanejo v Litvi, Latviji, Estoniji, včasih tudi na Poljskem. V tem primeru je Estonija sestrelila ukrajinski dron, ki je globoko prodrl njeno ozemlje. Zdaj se zahvaljujem Fontani, ki je ni tukaj, ampak nam je posredoval ta čudovit zemljevid, ki prikazuje, kje so pristali ukrajinski droni in katere cilje so zadeli. Kakšne so bile poti, kaj je vredno omeniti. Ena stvar je izgovor, ki ga navajajo Ukrajinci, da so te droni pod vplivom ruskega motenja signalov, zaradi česar seveda zaidejo s poti. Zdaj, to je lahko resnično,
Kar zadeva drone, zelo blizu meje z Rusijo in Belorusijo, bodo Rusi težko uspeli motiti signal enega. Dron, ki je bližje Talinu kot meji z Rusijo. Nimajo takega potenciala, zato je to precej občutljivo vprašanje. V kakšnem smislu? Kaj je razlog, da Ukrajinci izkoriščajo zračni prostor baltskih držav? Zakaj jim tam uspeva? Zagotovo so ruske zmogljivosti prestrezanja manjše, tako glede motenja kot tudi protiletalske obrambe, saj ne morejo streljati nad zračnim prostorom teh držav. Tako, že izločiš en dejavnik. Tudi Ukrajinci so poskušali izvesti več napadov, ki so šli čez Belorusijo in Rusijo, in tam je bila stopnja prestrezanja veliko višja. Obstaja pa težava vmes. Saj se baltske države znajdejo v nerodni situaciji, kjer lahko, če napad preide čez njih, lahko trdijo, da niso bile pozorne. Pač je šel tam mimo. Če se to začne ponavljati, ne moreš več trditi, da Ukrajinci ne uporabljajo te poti stalno v tvojem zračnem prostoru in ti ne narediš ničesar. In seveda se bojijo, da bo Rusija kaj ukrenila glede tega, da jih bo štela za sobojevnike ali vsaj za sokrivce. In to povzroča veliko polemik. Ker se mene vprašaš, je razumljivo misliti, da prvič niso bili previdni, ampak zgodba, da vsi ti droni končajo zaradi ruskega motenja, se mi zdi malo pretirana. Ne, Pavlo, kaj pa ti misliš? Potrebna je zagotovo razlaga, ki bo ustrezala tudi gospe Cecili, in ta je v redu. Ena stvar pa je, krivi so Rusi, ker jih premikajo elektronsko. Potem vsak, ki opravlja ta poklic, dobro razume, da ni razloga, da bi Rusi premikali drone na tuje ozemlje. Če imajo to sposobnost, jih pač se strelijo, ne? Ni treba, da jih premikajo k drugim domovom. Tako pač je. No, zagotovo je zelo priročno, da vas pustijo prečkati nebo države NATO, da bi napadli državo, ki formalno ni v vojni z nobeno državo NATO. In to je še ena tema, ki jo bodo morale tako Estonija, Latvija kot Litva opredeliti tudi v okviru NATO, ker si to vprašanje zastavljajo tudi drugi člani zavezništva. Zakaj dajete svoj zračni prostor? S tem morda spravljate v zadrego preostale člane zavezništva. Je to vaša ideja? Je to ideja, ki so jo predlagali Američani? Je to ideja, o kateri smo se skupaj dogovorili, da bi pomagali Ukrajini? Mislim, zanimivo bi bilo videti na vojaški ali tudi politično vojaški ravni, kakšna je razprava, ki stoji za uporabo in tovrstnimi preleti in prehodi. Ja, ker tukaj govorimo o članu NATO, ki strelja na ukrajinske drone. Mimogrede, odstop latvijskega obrambnega ministra je povezan s tem, da je eden od ukrajinskih dronov zadel njihovo naftno infrastrukturo. Da si ustvarite predstavo. Kaj ne? Torej, precej zanimivo je biti v tej nerodni situaciji. Nekaj se da pojasniti z motenjem, vsega pa ne. Ne, ja, zgodi se, če se zgodi recimo 1 ali 2 primera v enem dnevu, v 2 dneh, ampak če jih začne biti toliko. Ponovno poudarjam, motenje na tej razdalji, potem pa strokovnjaki vedo, kako je vse skupaj precej zapleteno in težko. Ne, ko ga enkrat ujameš, ga lahko tudi motiš, ampak najdi pravo frekvenco, da premakneš, to je razlika. Ne moreš oddajati toliko energije, da bi vse premaknil. Torej se moraš bolj ali manj usmeriti na nekaj točno določenega in zaznati takšna letala na ozemlju druge države, kot so baltske države. Tudi za Ruse to ni prav preprosta stvar. Zato ideja o motenju na sredini države, ne na meji, ampak nekoliko bolj v notranjosti, ni iz trte izvita. Ni nujno, da smo se zmotili glede meje, 10 km desno, 10 km levo, tudi to se lahko zgodi. Tukaj pa gre že nekoliko bolj v globino. Ne drži ravno zgodba o ruskem motenju, ki premika ukrajinske drone, da bi spravil Litovce v zadrego. Fantastično. Deloma da, deloma ne. In zato se Balti bojijo, da bi se lahko znašli v precej nerodni situaciji.
Poglejmo tudi, kaj se dogaja z vidika vojne v Ukrajini, s tem velikim napadom, ki se je zgodil v Moskvi, kaj ne? Midva sva pred zelo dolgo časa naredila prenos v živo, če se spomniš, o strateški izničitvi. Torej o tem, da bi bila za Ukrajino najboljša strategija ne sanjati o vrnitvi na meje iz leta 1900, ampak se osredotočiti na to, da nasprotniku ne dovoli doseči svojih ciljev. Glede na to, da se z medijskega vidika ali z vidika opazovalcev Rusija smatra za veliko silo in je to zagotovo eden njihovih ponosov, Ukrajini pa nihče ne bi dal niti centa, kaj ne? Tako je tudi za njih neodločen izid zmaga. To je kot da bi boksar 3. kategorije uspel izenačiti z Rokijem Marčanom. Tudi to je odlično. Tisti, ki izgubi, je Roki Marciano, ni boksar 3. kategorije. Torej je bila najboljša strategija najti način, kako narediti glavne cilje nemogoče. Glavni cilji so bili zagotovo osvojitev Donbasa v drugi fazi, torej v današnji. V začetni fazi pa je bil seveda cilj strmoglavljenje obstoječega reda. Ukrajina. Demilitarizacija, denacifikacija, skratka, izberite sami, vrzite noter, se je vse to popolnoma odpadlo. Zanimivo je, da je ta napad, ki so ga Ukrajinci izvedli na Moskvo z rdečimi, kot pravijo, skupaj 1000 dronov, od tega približno 600 v območju Moskve, ni povzročilo nobene večje škode. Zadev je res nekaj industrijskih obratov, nekaj rafinerij, čeprav gre za manjšo škodo, in nekaj proizvodnih sektorjev. Prava škoda je pravzaprav škoda za ugled. Upoštevajte, da ima Moskva najbolj zaščiteno območje. Okoli Moskve je več kot 100 protiletalskih sistemov, kar ni malo. Med njimi S-300, S-400 pancir. Tam je res ogromno protiletalske obrambe. Torej, ko vidiš, da Ukrajinci uspejo zadeti Moskvo, je to škoda za ugled. In to ni majhna stvar. In to je sprožilo ogromen odziv ruskih vojaških blogerjev. Zakaj je to sprožilo takšen odziv? Ker so Peskov in drugi, vključno s tistimi na televiziji, poskušali umiriti situacijo, tako da so zmanjšali pomen ukrajinskega napada. Zakaj zmanjševati pomen ukrajinskega napada? Ker bi bil sicer prisiljen v odločen povračilni odgovor, kar je točno tisto, kar zahtevajo ruski vojaški blogerji. Nekateri govorijo, in pokazal vam bom vse dokaze, o napadu na Vrhovno rado, ukrajinski parlament, z Orešnikom ali celo o uporabi jedrskih taktik. Medtem pa nekateri še bolj kritični pravijo naravnost, da je treba vlado zamenjati, če ni sposobna odgovoriti, kjer je zanje to žalitev države in njene verodostojnosti. Resnično, povsem resnično. Po mojem mnenju je tukaj zelo tanka meja, kaj ne, Pavlo? Ukrajinska strategija je v redu, držimo samo fronto in poskušamo ustvariti težave znotraj Rusije, da bi se premaknilo javno mnenje, da bi bilo notranje nezadovoljstvo in pritisk za končanje vojne. Težava je prav v tej isti igri, ki jo Iran izvaja proti zalivskim monarhijam. Malo te udarim, da pritisneš na Američane. Ampak če pretiravam in te udarim premočno, dobim zelo oster odgovor. V primeru Irancev bi monarhije šle v vojno, v primeru Rusije pa bi morda res uporabili Orešnik. Da ne bi šli na jedrsko orožje, je z tehničnega vidika izstrelitev jadralnih bomb z meje Belorusije proti Kijevu ali proti Harkovu povsem mogoča. Zdaj, s kompleti, ki jih imajo, lahko jadralne bombe s pomočjo raketnega pogona preletijo 80 do 100 kilometrov. Torej upoštevajte, da je med Kijevom in mejo z Belorusijo približno 60 kilometrov. Torej tehnično gledano bi bili Rusi sposobni odvreči na stotine jadralnih bomb. Da si boste lažje predstavljali, med viri boste našli zemljevid, ki ga je naredil Clement Moulin, samo na območju, kjer so Hajpole v zadnjih 2 mesecih odvrgle 600 bomb. Torej je stvar popolnoma izvedljiva. Misliš, da je to prava strategija, Paolo? Ali tvegajo, da bodo hodili po robu? Ker je res, dodajam še zadnjo stvar, res je, da so v Kijevu že 5 let napadani in so se na to že navadili, medtem ko Rusi
niso vajeni videti valov dronov nad svojim mestom. Tako da verjetno kakršenkoli konvencionalen odgovor Rusov, naprimer še en val dronov, po mojem mnenju ne bi imel posebnega vpliva na Ukrajince. Za Ruse pa je to nekaj novega. No, torej iz očitnih razlogov me zdaj slišite samo prek zvoka, potem pa bom to malo uredil. Mila, Ali pa naj sodeluje tudi ona, naredimo tako. Torej, rekel si na robu Britrice. Tako je. Poskusimo malo sestaviti sliko. Začnimo z Ukrajino. Ukrajina je danes v takšnem položaju. Njen glavni zaveznik zadnja 3 leta jo je praktično zapustil in je svojo pomoč ponudil v zameno za to, da stroške prevzame Evropa. Evropa jo podpira ekonomsko, podpira jo tudi z orožjem, vendar je strukturno, politično, praktično neobstoječa. Na drugi strani Ruse na nek način podpirajo Kitajci, ki ne samo, da jih podpirajo, ampak so tudi tisti, ki lahko hitro umirijo zaveznika, ki ne želi več sodelovati. Kaj v Ukrajini sploh še ostane, če ne Ukrajini čej? Recimo tako, če Ukrajina ostane v trenutni situaciji. Opira se na zaveznika, ki ne daje veliko, torej bomo to mi veliko zagotovili, veliko jamstev za podporo in še naprej subvencionirati in podpirati prizadevanja za obrambo države. In kaj je potem prisiljena storiti? Stopnjevati. Stopnjuje, da bi spremenila to situacijo. Kako stopnjuje? Stopnjuje tako, da neposredno napade, kot si dobro povedal, Rusijo na njeni šibki točki, ki je nacionalni ponos. V upanju, da bo IPR reagiral na način, ki bo nekako prisilil Američane, da naredijo korak nazaj, se obrnejo proti Ukrajini in rečejo, no, morda smo jih zapustili prehitro in v tem smislu ponovno združiti Evropejce k pomoči Ukrajini, ampak to je poteza, kot si rekel, na robu Britrice, z vidika Ukrajine. Treba povedati, da je ta proizvodnja tam vzdržna. In na to so opozorili tudi Rusi, da veliko centrov, ki proizvajajo dele za drone ali drone same, ki končajo v Ukrajini, v resnici ni v Ukrajini. Dejansko bomo videli tudi razmišljanja številnih ruskih vojaških blogerjev, ki pravijo, ta proizvodnja ukrajinskih dronov v teh valovih se lahko samo še poslabša, saj nismo sposobni udariti tam, kjer jih proizvajajo in kjer jih sestavljajo. In to je tisto, kar pravi Karaganov. To je tisto, kar Karaganov že leta govori. Mi bi morali, pravi on, torej to pravi on, ne jaz, ampak to je zgolj zaradi popolnosti antologije. Karaganov pravi, mi bi morali, mi Rusi, oni Rusi, bi morali takoj na začetku sovražnosti jasno povedati, da gre za vojno med Rusi in Ukrajinci in kdor bi se vmešal, bi dobil batine. To je bilo njegovo stališče. Tega nismo storili iz več razlogov. Zdaj smo v zelo dolgi vojni, v kateri bi naš sovražnik Ukrajinci že izgubil, če ne bi imel pomoči Evropejcev pri proizvodnji in denarju. Zato je logično, da bi bilo prav, da tudi Evropejci plačajo svojo ceno za pomoč Ukrajincem. In to bi bila tudi strategija, to je tudi želja Ukrajine. Že dolgo časa Ukrajina si želi, da bi NATO vstopil v konflikt ali da bi vsaj prišlo do internacionalizacije, da bi konflikt postal mednaroden. To bi bilo tudi v njenem interesu. Do zdaj ideje Karaganova niso bile sprejete, hvala Bogu, in tudi zaradi pomankanja sredstev, kar kot si dobro povzel za vojno tudi proti Latviji, tudi proti nekomu. 4 rakete in 3 topovske izstrelke moraš imeti na voljo. Zanimivo je, ker to, kar govoriš, razpravljajo besedo za besedo na ruski televiziji. Pravijo točno tako, damo jedrski ultimat, ki ga ne gre zamenjati, za jedrsko vojno. Jedrski ultimat, kaj ne? In če se oni na to požvižgajo, kaj potem naredijo? Torej, dejstvo je to, kar pravi Karaganov, kar sem si še enkrat ogledal, pravi, mi, Rusi, smo postavili 700 rdečih črt, ne smete dati tega, ne smete dovoliti onega in ste se nam pri tem mirno posmehovali. Odgovor Putinove vlade je bil, vrgli vam bomo par orešnikov, samo da vas malo prestrašimo, kar pa v resnici ni prestrašilo nikogar.
Pravi, očitno je, da je ta strategija pripeljala Rusijo v 4-letno vojno, v osiromašenje, v množico mrtvih, zato morda to ni prava strategija za zmago v tej vojni. Še vedno besede Karaganova. In potem bi lahko pomislili na alternativo. Alternativa v tem trenutku, in tukaj je točka, kjer je izjemno veliko tveganje, če lahko tako rečemo, je, če moramo opozoriti Evropejce, tudi malo, tudi simbolično. Zdaj je pravi trenutek za to. Preden Evropejci začnejo z svojim programom posodobitve vojske in ponovnega oboroževanja. In preden bodo Združene države dobile novega predsednika, ki bo morda ugotovil, da ima Evropo raje, kot jo je imel Trump, imamo okno priložnosti. Ni res, da priložnost obstaja, ampak če jo hočeš videti, če res pogledaš, to je to okno priložnosti. Z Ameriko, ki jo Evropa sploh ne zanima in ima še druge težave, z Evropo, ki po mojem mnenju, če na njo padejo 2 raketi, ampak tudi če jih samo malo vržejo, po 24 urah pade vlada, tudi v Vatikanu pade. Ti, morda precenjujejo našo sposobnost enotnega politično-vojaškega odziva v primeru ne agresije, ampak simbolične geste. In ta govor pri velikem delu Rusov začne dobivati določen odziv, ker pravijo, poslušajte, poskusili smo po lepem, zdaj bomo morda morali poskusiti na bolj grd način. Upam samo, kot Evropejec govorim, upam, da se to ne bo zgodilo. V tem smislu, če gledamo v tem kontekstu dejanja, ki jih Ukrajinci trenutno izvajajo, usmerjena proti ruskemu narodnemu ponosu, izzivajoč odgovor, nas vodijo v zelo nevarno smer. Vendar nimajo druge možnosti. Pokazal ti bom nekaj razmišljanj, ki jih imajo Rusi. Prav to pravijo. Po njihovem mnenju bi lahko bila posebna vojaška operacija v Kijevu zaključena v 2 tednih. To je popolno razočaranje. Spomnite se, da je obkolitev Kijeva propadla praktično v prvih 3 tednih, ko Ukrajinci še niso dobili ničesar. Torej je že propadla osnova, ne južni del. Ampak pravijo, mislili so, da bodo hitro zaključili, zdaj pa se je zaradi podpore zahodnih partnerjev posebna operacija spremenila v vojno večjega obsega. Vojna, v kateri Evropa sodeluje in po njihovem mnenju že leta, vodi vojno proti njim. Iz različnih razlogov, ki jih poznamo. Ampak vi pravite, da tega ne morete povedati v oddaji, torej v prenosu. Praktično nismo povečali recimo stopnje vojne več let. Glede na to, kje smo danes, vstopamo v vojno, ki traja že leta. Nadaljevali smo s posebno operacijo, kot da tega ne opazimo, torej da Evropejci pomagajo. Pravzaprav so nam naredili izjemno propagando, vključno z opremo, ki so jo razkazovali na Rdečem trgu. No, treba je tudi povedati, da ta narativa deluje v obe smeri. Uporablja se tako za upravičevanje neuspehov, torej reči, glejte, pomagajo tudi vsi tisti drugi, kot tudi zato, da bi morali udariti. Tukaj pravijo, da smo že objavili seznam ali vsaj seznam objektov, struktur, kjer se ukrajinsko orožje proizvaja, kar so na splošno droni in podobne stvari. Mimogrede, nekdo je bil tudi tarča napadov v Estoniji, če se prav spomnim, je bil požgan majhen laboratorij za proizvodnjo dronov. Torej, pravijo, ampak se to vedno počnejo, kaj ne? Da bi lahko napadli vsaj te proizvodne centre, ki jih oni ne bi mogli napasti. Ker tukaj pridemo do problema 2. svetovne vojne, če pogledamo. V prvi fazi vojne, v 2. svetovni vojni, so bile sile vsi nedotaknjene v svoji notranji proizvodnji, ko so zavezniki začeli udarjati po zmogljivostih. A produktiva proizvodne osi je to začelo pešati in os nikoli ni mogla odgovoriti. Ker niti Japonci, niti Italijani, niti Nemci nikoli niso imeli sposobnosti, da bi udarili po Uralu ali po Američanih. In London bi lahko bil napaden, ne pa tudi preostanek angleškega zaledja ali imperija.
Točno v takšni situaciji se je znašla Ukrajina v prvi fazi. Rusi so lahko udarili kjerkoli in to so počeli 4 ali 5 let. In Ukrajinci zdaj razvijajo asimetričen in simetričen odgovor, tistega z droni in tudi z jadralnimi bombami. Videli bomo, kar zdaj Ukrajincem omogoča, da odgovorijo, vendar pa je po mojem mnenju ena razlika. Ukrajinci so že izgubili, kar so lahko izgubili. Že 5 let prejemajo udarce. Rusi pa so začeli biti resno prizadeti šele v zadnjem letu in pol in njihovih občutljivih tarč imajo res veliko. Ena od njih je ponos. Predstavljajte si, če bi Tajvan jutri poslal 600 dronov nad Peking ali Iran 600 dronov nad Washington. To bi bila 3. svetovna vojna. Ukrajina pa napada Moskvo in je povzročila veliko, predvsem strahu med ljudmi, vključno s Simonjanovo, ki je celo na televiziji povedala, da ona s svojimi otroki spi na hodniku, prestrašena, v omari. Res je to rekla, ste našli posnetek. Ruski odgovor, če je konvencionalen, torej napad z droni, ne prinese ničesar. Ukrajinci že 5 let prejemajo rakete na svoje ozemlja. Razlika je prav v tem, da se ta tip vojne prenese v Moskvo, ker je to je ogromen udarec in prav ta ogromen udarec je tisto, kar trenutno spodbuja dogajanje. Obstaja nevarnost resnično nevarnega odziva strani Rusov, zato Ukrajinci hodijo po tankem robu, ki lahko deluje ali pa ne. Ampak na trenutni ravni se dogaja to. To so vsi zelo vplivni ruski vojaški blogerji, to je Rogožin, ki pravi: mislite, da bo teh napadov manj? Ne, njihovo število se bo povečalo, prav tako njihove poti in njihove taktike. Mimogrede, potrjeno mi je bilo, da obstaja podpora podjetja Palantir. Z vidika poti, iz analize poti, ki jih ukrajinski droni uporabljajo, da pridejo okoli Moskve, ki uspejo povezati veliko podatkov in tako ugotoviti tudi, kje so ranljivosti. Ni naključje, da se je generalni direktor Palantirja srečal tudi z Zelenskim. To je tisto, kar neposredno pravijo ruski vojaški blogerji. To je Roman, še en zelo znan ruski vojaški bloger, ki pravi: Putin še vedno ni odgovoril ljudem po napadu, ki so ga izvedle ukrajinske oborožene sile, največjem bombardiranju Moskve po času domovinske vojne, torej po 2. svetovni vojni. Vsa naša elita se pretvarja, da se ni nič zgodilo. Nekateri se bojijo zapustiti svoje bunkerje, drugi nočejo pritegniti pozornosti nase med vojno, če se pojavijo v javnosti. Vendar si moramo tudi sami zastaviti vprašanje, ali moramo imeti predsednika, ki se boji biti med svojim narodom med vojno, ki jo je sam začel. Začenjajo se pojavljati res močne in ostre kritike. Ostalo si lahko preberete sami. In to ni edina, takšnih je še veliko. Tukaj so celo vse kritike glede parade. Tukaj so kritike, imenujejo jih koholc, kar je slabšalni izraz za Ukrajince glede uporabe FPV dronov z vodenjem z umetno inteligenco. Vrhovno poveljstvo je na to odgovorilo tako, da je praktično poslalo inženirje domov, blokiralo internet in prosilo koholde, naj jim dovolijo izvesti parado. Res jih je na desetine, to ni primer selektivnega izbiranja primerov. Imam jih, seznam je tak. Skoraj vsi večji ruski vojaški blogerji so začeli govoriti o tej stvari in so začeli, poglejte, to so vsi primeri, spodaj najdete vse povezave, to so vsi primeri, to so natanko ti kritiki. Enote zračne obrambe so postavile nov rekord v številu sestreljenih letal, kritizirajo ministra za obrambo. Dali so stvari v narekovaje. Če dovoliš eno majhno opombo. Res je, in to je tudi prednost, če nisi na oblasti, karkoli že vodiš. To pomeni, da lahko predlagaš, kritiziraš, zahtevaš razloge, zakaj je bilo nekaj narejeno ali zakaj ni bilo narejeno. Trenutno je očitno, kar tudi oni očitajo, da ruske oblasti niso reagirale na odločen način.
In to bo verjetno Ukrajincem dalo dovoljenje, da nadaljujejo z svojo strategijo. Težava je, kaj se zgodi, če med enim od teh napadov zadenejo tarčo. Tudi po nesreči, ki je ni mogoče prikriti s potrpežljivostjo. Dajmo primer. Recimo, da dron zadene vrtec, zadene dom za veterane, zadene zbor žalostnih mater. Na nekaj, za kar ne moreš reči, na grob neznanega vojaka, kaj pa vem, na nekaj, kar te prisili, da odgovoriš. Tukaj pride do obveznosti odgovora, ker pride trenutek, ko ne moreš več zamižati, ne moreš reči, da boš to naredil. Ker nam v bistvu ne delajo nič slabega, zato ni treba stopnjevati, da jim damo prav. Pride trenutek, ko, če se kaj zgodi, si prisiljen reagirati. In to je problem, ki se ga je treba bati, tako če ta trenutek pride, kot tudi kakšna bi lahko bila reakcija in proti čemu. Lahko je reakcija. Tako, od tistega trenutka naprej, zato pravim, sta se obe strani znašli v zelo nevarnem tunelu. Zelo nevarnem. Iz katerega bi vse skupaj Ukrajina lahko imela korist. Če bi napad, ki bi ga prejela takšna, da bi spremenila situacijo za njenim hrbtom, torej da bi spremenila situacijo na evropski in ameriški strani, bi rekli. No, v tem primeru bomo znova začeli ga podpirati veliko bolj in veliko bolje, kot smo to počeli v zadnjem letu in pol. Ne vem, kako bo šlo, resnično ne vem, kako se bo končalo. Nekdo bi ugovarjal, Ukrajinci doživljajo takšne izgube in so neposredno prizadeti, pa si nihče nikoli ni zastavil tega vprašanja. Ko pridejo 4 resnik na parlament, na predsedstvo, na trg Majdan, na nekaj zelo simboličnega in ti vse zravnajo z zemlja. Ampak glej. Ukrajinci so precej prebrisani. Ja, nekaj mrtvih je vedno, kot Rusi, ki so ubili 24 ljudi. Pred nekaj tedni mislim, da je bilo to. Ampak večina ciljev, ki jih napadajo Ukrajinci, so vojaški cilji. Potem pa droni, vemo, niso natančni, jih že motijo, prestrezajo, zato padajo dol. Treba je omeniti tudi napake. To je še vedno ruski vojaški bloger. Sestrelili so svoj helikopter sredi zmede. In tukaj, kot vidite, začnejo izpostavljati to, kar sem jaz govoril. Torej, morali bi streljati hazelnut, to bi bil prevod za orešnik. Bi morali uporabiti orešnik, da zadene Berkovno rado. Evo ga. Tukaj to je tisto, kar nekateri, recimo jastrebi med vojaškimi blogerji izpostavljajo. Drug pa pravi, da je dogovor o pododstavku D iz odstavka 19 predsedniškega odloka potrditev temeljnih načel statuta. Temeljno načelo ruske politike glede uporabe jedrskega orožja kot odvračanja, ki pravi, da če obstaja, gre za vprašanje strateške dvoumnosti. Kaj ne? Če obstaja strateška dvoumnost. Dvoumnost države lahko izkoristijo. Jo izkoristijo. Tukaj je celo nekdo, ki pravi, glede na to, da smo znižali prag uporabe, uporabimo jedrsko orožje. Torej imaš 2 vrsti vojaških blogerjev. Tisti, ki kritizira, ki pravi, da je odziv države izjemno slab, poleg tehničnih kritik, ampak to je že druga zgodba, in zato so zelo kritični do Putina, do vojske. In potem so tisti, ki zahtevajo izjemno močan odziv, da bi ponovno vzpostavili recimo red ali rešili recimo na Upajmo, ponavljam, da bomo ostali pri Putinu zaradi njegove zmernosti, ker če je to alternativa, da vržemo atomsko bombo, potem raje ostanemo pri tem. Putin vse skupaj, če mu uspe obvladovati in upravljati konflikte v tem smislu. Konflikt, ki pa ga ni rešil in od katerega ni odvisno njegovo politično preživetje, ampak njegova zgodovinska zapuščina. Se pravi, želi se umakniti z prizorišča tako, da je povečal Rusijo, pokoril Ukrajino in zmagal. In to se ne dogaja.
Dajo mu vedeti, da se to ne dogaja, ker njegovo delovanje proti tistim, ki podpirajo Ukrajino, ni bilo dovolj odločno. In kako dolgo bo to lahko zdržal, dokler se ne bo prepričal, da bi morda lahko bil bolj odločen. Zdaj, te vlade, ki so, ali voditelji držav, ki so na oblasti že vrsto let, ki imajo ozek krog ljudi, ki jih svetuje, obstajajo gerontokracije, predvsem tiste, kjer svetujejo, kjer že desetletja vlada ista oseba, imajo tudi celo vrsto psiholoških dejavnikov, ki ne vodijo k razumnim in premišljenim odločitvam. Vendar nanjo vpliva še veliko drugih osebnih in psiholoških vidikov. Pomanjkanje, občutek, da nimajo časa, da bi v celoti rešili situacijo in morda, da bodo zamenjani. In zapomnili si ga bodo kot nekega bedaka, ki mu ni uspelo niti podjarmiti Ukrajine. Spomnim se, da je Putin prišel v Kremelj kot tisti, ki je rešil čečensko vprašanje. Kako ga je rešil? Rešil ga je, vemo, kako ga je rešil, a v očeh Rusov ga je rešil, preprosto ga je zravnal zemljo. Uredil je problem z Gruzijo, si vzel nazaj Krim, do same zvezdice. Zdaj, v zadnjem dejanju ima uporniško Ukrajino, ki stoji po konci. In to je res zaradi velike volje ukrajinskega naroda do boja. Ampak če bi bila prikrajšana za gospodarsko in vojaško pomoč Evrope in Združenih držav, njena volja do boja ne bi bila dovolj. O tem smo več kot prepričani. Torej, zakaj ne bi izzvali tudi tistih, ki pomagajo Ukrajincem pri odporu? Seveda, ne z bombardiranjem Kopenhanga, vendar obstaja veliko načinov. Obstajajo sabotaže. Lahko začneš povzročati zmedo pri drugih doma in potem jim to tudi sporočiš. Ampak je zanimivo, kaj ne, Pavlo? Edina resnična sposobnost odziva, ker se vračamo k tistemu paradigmu, kdo pa dejansko podpira ukrajinsko proizvodnjo v teh tovarnah, ki so v tujini, točno enaka vrsta ovir, kot so jih imele sile osi v drugi svetovni vojni. Če želiš preprečiti Ukrajincem, da izvajajo takšne napade, moraš udariti tam, kjer se te stvari proizvajajo. In te stvari se proizvajajo tam, kjer ti ne moreš priti, ker tvegaš širitev konflikta. Torej je za Ukrajince to v nekem smislu situacija, kjer lahko samo zmagajo. Če mi pustiš, da nadaljujem, ti bom še naprej povzročal pritisk in tvoji bodo besni kot ose ter od tebe zahtevali odgovor. Če tukaj odgovoriš, tvegaš širitev konflikta, kar zagotovo koristi Ukrajincem. Obstajajo tudi posredne metode. To ni lepa situacija. Ja, ne. Naprimer, Rusi lahko tudi med številnimi mogočimi cilji razporejenimi po Evropi izbirajo. Tisti 3 ali 4, ki veljajo za dovolj mehke ali lahke, in poslati signal z nekonvencionalnim dejanjem. Govorim o terorističnem napadu, sabotaži, dronu, ki vzleti z istega ozemlja kot drug primer preživetja. Terasa gospe Cezire. Bila je omenjena kar 2-krat. In kot pravijo, pametnemu dovolj nekaj besed. Še posebej zdaj, ko se velik del Evrope približuje obdobju volitev. Zato je treba zavzeti jasno stališče. Poglejte, današnji parlament, italijanski parlament. Oboroževanje da, oboroževanje ne. Denar da, denar ne. Smo že v volilni kampanji. Enako se dogaja v Franciji. Enako se dogaja tudi drugje, na drugih mestih. Torej, izzvati jih z dejanjem usmerjenim. To bi lahko bilo v operativnem načrtu Rusov kot odgovor. Ker bi bilo tiho vseeno dovolj, delavcev je veliko, razpršenih. Ja, ne. Ne. Ideja je bila samo 3 vas bodo likvidirani, da bodo ostali 300 razumeli sporočilo in jih boste prisilili delati na pol ali četrt delovne obveznosti. To je samo opozorilo, samo mafijsko opozorilo, ampak običajno to počnejo. Pri nas to deluje, kot je razstrelijo trgovino, običajno se potem prepričaš. Tako, recimo. Kmalu, zdaj te pokličem, Daniel, hotel sem odgovoriti na tole. 2 besedi o političnem vidiku glede Belorusov. Poglejte, ta teden bom naredil pregled teh virov, videov ruskih vojaških blogerjev, ki govorijo. Imam jih na desetine. Tako bomo naredili podrobno analizo, ker se bom posvetil pomembnosti recimo ukrajinskega napada, ne z vojaškega vidika, ampak z vidika Rusov je bil pomemben.
Simbolično zaradi jeze in zaradi vrste odgovora oziroma neodgovora strani države. Vmes se je vključila še ena tema, ki se mi zdi zanimiva, ker vse te stvari potem podžigajo jezo ruskih vojaških blogerjev. Jaz uporabljam ruske vojaške blogerje, vendar je na teh kanalih 300.000 ljudi. Uporabljam jih kot simbol jeze, vendar lahko potem neposredno vidite všečke in jezne obrazke uporabnikov, ki torej prisluhnejo temu določenemu ruskemu vojaškemu blogerju. Eden od njih je mimogrede prejšnji mesec poslal Putina k vragu, nato pa se je ponovno pojavil v videu, kjer je zdaj v ruski jurišni enoti. Morda zato, da bi bil zgled drugim, naj bodo tiho. Ni delovalo, glede na to, kar se dogaja. Sredi vsega tega se je zgodila še ena stvar, ki veš, zmeda v zmedi. Morda sploh ni bila načrtovana. Gerasimov je dal uradno izjavo, kjer pravi, da so zavzeli določene točke, ki so precej zanimive. To je uradna izjava ruskega ministrstva za obrambo. Dal sem prevedeno različico in različico v ruščini. Prav? Enote 6. armade razvijajo ofenzivo v zahodni smeri od Kupjanska s splošno usmeritvijo proti Ševčenku. Obstaja majhen problem. Ema. Ševčenko je tukaj. Kupjansk je tukaj. Kako lahko razvijaš ofenzivo iz Kupjanska proti Ševčenku, če sploh nisi v Kupjansku? Si zunaj mesta. Isti ruski vojaški blogerji so to opazili in dodal sem tudi vse njihove odzive, pa so se razjezili, ker so rekli, kaj je to? Se norčujete iz nas? Mislim, boste kmalu objavljali poročila, kjer boste rekli, da smo v Harkovu? Ker je ta stvar nora. Približno enaka zmeda se je zgodila glede fronte pri Borovi. Ker se je tudi tam zgodila še ena stvar. Pokazal vam bom tole. Think tank Ribar. Prilagodili so se recimo izjavi Gerasimova, 17. maja so spremenili zemljevid, saj je v izjavi tudi to, da je Borova zavzeta. Borova se nahaja nekoliko južneje od Kupjanska. In zato so spremenili zemljevid, upoštevajoč izjavo Gerasimova. Škoda, da je to zemljevid še vedno od Ribarja z dne 19. maja. Torej so danes morali ponovno spremeniti, ker se je izkazalo, da posnetki, ki so jih prikazovali, torej ki jih je ruski generalštab pokazal, da bi dokazal, da so v Borovi, v resnici niso bili iz Borove. Zdaj si predstavljajte, da se počutite zafrkavane zaradi uradnega sporočila vaših oboroženih sil, medtem ko se vam je zgodila še zmešnjava z napadom na Moskvo. Mimogrede uporabljam ruske vire prej, potem pa so morali tudi glede te zgodbe stopiti korak nazaj. Vse to skupaj je seveda povzročilo popolno nevihto z vidika ruskih komentatorjev, ki so napadli Gerasimova, Putina in vse ostale. Ampak to bomo videli kasneje v podrobnostih, ker je res še ogromno drugih stvari, o katerih moramo razpravljati. Hotel sem te vprašati, Daniel, počakaj. Lahko samo prekinem, preden poslušamo Daniela. Žal se moram posloviti, ker imam jutri pomembno obveznost. Vse veš, v redu. Ja. Če mi dovoliš, bi rad pozdravil vse, ki so imeli potrpljenje poslušati. Pozdravil bi Daniela in tebe, Mirko. Upajmo, da se kmalu spet vidimo. Zakaj novela? Gospa je bila z nami v boju, najprej gospa Čežira in drugič, ja, sem mač je ljub, zato se kmalu vidimo. Srečno jutri, Pavlo, vam tudi. Adijo. Torej, preden predam besedo Danielu, se zahvaljujem nocojšnjemu sponzorju, ki je NordVPN. NordVPN. Mimogrede, v tem obdobju deluje tudi z umetno inteligenco. Tako so dodali recimo še eno raven zaščite, kar vam daje večjo varnost pri brskanju kot prej. In poleg tega služi za povezovanje skoraj povsod. Še posebej, če uporabite mojo kodo za popust, tukaj imate QR kodo, tako da se lahko brez težav povežete s telefonom, jo skenirate in dobite velik popust.
Zdaj pa seveda z umetno inteligenco lahko povečajo tudi raven moči in zaščite. Postaja skoraj bolj kot zaščita pred virusi in phishingom in podobno, saj je vsa vaša povezava nadzorovana. Tako da gre za dodatne ravni zaščite. NordVPN deluje zahodno od Kupijanska, verjetno zato, ker je Starlink severno od Kupijanska torej. Rekel bi, da lahko deluje brez težav, čeprav je okvarjen. Tako. Podprite tudi kanal, to je tisto, kar počnemo. Zanimivo je videti, da umetna inteligenca prihaja skoraj povsod, tudi v podporno programsko opremo za različne stvari. Daniel, si tukaj ali si padel ven? Si, Daniel? Veš, da si padel ven. Poglejmo, če se vrne, potem pa izkoristim priložnost, dokler ga ni, dokler je Daniel. Pokazal vam bom nekaj zanimivih zgodbic, ki so izšle prav iz tiste debate o vojaških blogerjih. Dal vam bom predogled tega, o čemer bomo govorili v naslednji epizodi, ker je na primer zgodba tega vojaškega blogerja, ki se konča. To je bil tisti, ki je šel, je rekel, Putin lahko gre v kurac. In zdaj se je pojavil video njega, napol pijanega, ki se nahaja pijanje znotraj 30-ke. Znotraj 30 fronte poste so hoteli vreči ven nekatere ljudi. Hvala. Diego Rubucenko. In zdaj je konec. Malo je pijan, zdi se, da ima nekaj težav z alkoholom, tudi sam to pravi. Zelo slabo ga obravnavajo, seveda njegovi, recimo, gostitelji, nekaj takega. Zanimivo je videti, da poleg njega obstaja še veliko drugih, ki začenjajo snemati videoposnetke, kjer odkrito kritizirajo. In ta je postal grešni kozel za skoraj vse. Torej, ker se je Daniele vrnil, sem želel, ampak potem bomo jutri pojutrišnjem o tem mirno govorili, pokazal vam bom vse, ker resnično, da vam pokažem vse stvari, moram biti sam in vam jih pokazati po vrsti. Eno po eno. Za tiste, ki jih zanima, da dobijo tudi malo vpogleda v to, kako Rusi vidijo to situacijo med generalštabom, ki laže, in napadom na Moskvo. Ker resnično še nikoli nisem videl takega kaosa, kot se je zgodil zdaj. To sem ti hotel vprašati. Hvala, Daniel. Ukrajinska agenda. Banc je rekel eno besedo. O tem se v Ameriki sploh več ne govori. Absolutno. No, čestitam ti, ker o tem nisem razmišljal. Dejansko ni rekel praktično niti besede. Mislim, edinčkrat, ko je govoril o Evropi v širšem smislu, je bilo, kot sem prej rekla, ko ga je poljski novinar vprašal, zakaj ravno nam igrate to igro. To je ena stvar. Jaz, ko prepeljem tebe in kapitinja. Skuzanje. Oprosti, smo L, oprosti. Me slišiš? V redu, ko sem poslušal tebe, kapitini, sem pomislil tudi na nekaj, kar se je zgodilo pred 3 tedni, ko je Zelenski šel v zaliv. Trump je to zelo slabo sprejel. Torej, Trump jih ne samo, da jih ne podpira več, ampak jih doživlja kot na nek način provokatorje. Ukrajinci torej niso več niti formalno nevtralni v Beli hiši. Po mojem mnenju nikoli ne smemo pozabiti, da sta bili obe ustavni obtožbi. Prvi, Trump ga je dobil v narekovaj zaradi Zelenskega. Dobil ga je zaradi Zelenskega, ko je prosil Zelenskega za dokumente proti Bidenovemu sinu, pa mu je ta rekel ne. Zgodba o sinu je bila prva ustavna obtožba. Torej, govor. To je to. Korupcija. Naprimer, če bi Jermak, ki je bil zdaj preiskan, areteran, kjer je naredil tisto reševanje, o tem so pisali časopisi,
Zdaj je Jermak že zgodovina, evo, eksplodiralo je. More manj petlat s tisto stvarjo. Vsekakor bo zelo zanimivo videti vse ozadje tega, kar se dogaja. Vidiš, kako petlja. Se mu bom jaz vklopil zvok, brez veze, da petla. Jaz mu ga bom vklopil. Lahko pa je tudi, da mu je prej eksplodiral računalnik ali telefon. Da se pregreva. StreamYard je izjemno požrešna programska oprema, recimo za telefon. To sem preizkusil sam, ko sem moral uporabljati telefon. Evo. Oprosti, ne, moral sem zamenjati, zdaj imam ameriško linijo, je še bolj zmedeno. Torej, In sem rekel, je to o Jermaku, o njegovi aretaciji? nič. Torej, če mal pomislimo, tudi na podlagi tega, kar ste rekli, si razumel. Tukaj imaš Belo hišo v težavah, Ruse v težavah in države v zalivu, ki niso zaščitene s tistim, za kar so leta menile, da jih ščiti. In Amerika, torej ameriško odvračanje. Amerika. Iranci, ki niso živi, niso mrtvi, ampak hočem reči, vseeno niso v dobrem položaju. Po 2 mesecih vam povem, da njihov veliki vodja še vedno pošilja sporočila v steklenici, torej ga še nihče ni videl. Torej, po 2 mesecih, kako se že imenuje Hamenej, vam bo sporočil. Hočem reči, država, kot je Kitajska, Kitajci so izjemni. Trenutno se na mednarodnem prizorišču počutijo zelo močne. Ampak notranje stanje kitajske družbe jaz ne bi ocenil tako pozitivno. Tajvan je dal odgovor pred nekaj dnevi, potem ko je Trump v bistvu rekel, da ne bo več uveljavljal svojega odvračanja, se pravi, on jim je to povedal. Potem bo treba v naslednjih dneh videti, ali jim bo prodal tisto znamenito orožje, 14 milijard dolarjev vredno orožje. Ampak je že rekel, da se bo o tem govorilo septembra verjetno, da pred naslednjim srečanjem s Šijem zaenkrat jim orožja ne bo prodal. Tako, imaš situacijo negotovosti, da o Evropski uniji sploh ne govorimo. Ko ste govorili, da je Evropska unija velikan na gospodarskem in trgovinskem področju, je pa palček na področju obrambe, predvsem kar se tiče obrambe, ampak tudi z vidika unije, v smislu, kot ga mi razumemo unije, ne pa vsote zelo šibkih voditeljev držav, ki same ne grejo nikamor. Tule imaš in potem recimo zadnjo točko Izrael. Izrael je v situaciji, zdaj je res, da je izraelska družba veliko bolj odporna kot druge, ampak objektivno v Izraelu pomemben del družbe začnejo spraševati, ne samo v Moskvi, tudi Rusi sprašujejo Putina, ampak zdaj kam gremo? Ampak tudi v Izraelu, če pogledate izraelske medije, pravijo Netanjahuju, v redu, a ne? In naslednji teden, kje bomo? Torej, to je po mojem mnenju, mimogrede, predlagam, verjetno nekateri tvoji sledilci to že vedo, ko si opisoval vse te ruske blogerje, ki jih nisem poznal, zelo zanimivo. Angleški novinar, za katerega menim, da je zelo dober, je dopisnik BBC-ja iz Moskve. Je eden redkih zahodnih novinarjev, Steve Rosenberg, ki mu na nek način uspeva hoditi naokoli in postavljati kakšna vprašanja. Če pogledate, kje je pravzaprav začelo prebivalstvo velikih mest, ki je bilo vedno izključeno iz igre, saj niso hodili na fronto, si predstavljaš, otroci voditeljev, a ne? Lavrovova hči gre odpirati paviljon na Beneškem bienalu, namesto da bi šla na fronto. Mirko, hči ruskega zunanjega ministra je v Benetkah na Beneškem bienalu, kjer organizira paviljon. Medtem pa so meščani iz najrevnejših delov Rusije v zameno za nekaj denarja odhajajo na fronto in tam pogosto izgubijo še tisto malo, kar imajo. Poglej, torej tole... Točno, ne? Počakaj, prost. Ne, stotine teh, ker so vsi zdaj eksplodirali, so kritike na vojsko. Ne na vojsko, ki bo potem postala, ker ko bom delal ta prenos v živo, vse kritike, ki jih pokažem, so ruske, narejene strani Rusov.
ne stvari, ki jih jaz govorim. Vendar pa ruski vojaški vir trdi, da je implozija ruske vojske ustavljena. Se pravi, da seveda Vojska je obstala v 80-ih letih, kar zadeva birokracijo, opremo in te stvari. Drugi pravijo, da smo poskušali posnemati ameriški model in da je bilo naše začetno jedro dobro, a smo jo zapravili in se vrnili k vojski, ki je obstala. Po eni strani, kot sem opažal v zadnjih mesecih, ni zaznati velikega prihoda ruskih čet. Veš, ponavadi se pri vsaki ofenzivi pričakuje, da pride novih 100 do 120 tisoč. Kar zadeva rotacijo, se izvajajo geolokacije ruskih enot, ki se premikajo na določeno območje. Namesto tega opažamo, da tega praktično ni. In isto pravijo oni, povedal so vam, čez nekaj dni bom imel prenos v živo, kjer vam bom pokazal, kaj pravijo ruski vojaški blogerji. Tudi sami si pravijo, da je novačenje vedno težje in z Ukrajinci, ki napredujejo z droni, imamo mi več za izgubiti kot oni. In Ukrajinci ne delajo neumnosti z ofenzivami, ampak preprosto poskušajo taktično popraviti nekatere položaje. Res je in moram reči, da so Rusi na splošno, recimo v narekovajih, na ofenzivi skoraj povsod. V smislu, infiltrirajo se v Konstantinivko, napredujejo iz Siverska proti Kramatorsku in Slovjansku, so v predmestjih Limana, na splošno poskušajo zavzeti določena območja v regiji Harkov, Sumi in tako dalje. Torej skoraj 80% fronte vseeno počasi pritiskajo Rusi, vendar z izjemno počasno hitrostjo, tako da se vračamo na konec leta 2022. In obstajajo tudi točke, kjer Ukrajinci ponovno zavzemajo zemlje. Ne samo zaradi tega, ker si Rusi včasih tudi sami režejo krila. Ne gre samo za prepoved VPN-ov, interneta, družbenih omrežij, ki so jih vseeno uporabljali tudi za vojaško usklajevanje, kot je Telegram. Ampak tudi zaradi dejstva, da napora, ki so ga 2 leti zapored vlagali v ofenzivo, in to je treba povedati, 2024-2025, očitno ne morejo več vzdrževati na isti ravni kot prej. In nisem jaz tisti, ki to pravi. Ampak celo zemljevidi, vam bom pokazal, Ribara in drugi, kažejo, na primer, da so Ukrajinci skoraj popolnoma obrnili ruske osvojitve na tem območju. To je Kamjansk. To je zemljevid MK Mappinga, ki je mal tako, ta je od Ribarja, torej ta je ruski. Vidite puščice. Običajno so radi risali velikih rdečih puščic za napad. Opazite, ni niti ene velike rdeče puščice za napad. In ko ima ruski think tank zemljevid brez velikih rdečih puščic, ki gredo v nasprotno smer, hvala, to veliko pomeni, res. To veliko pomeni. In Putin je pred nekaj dnevi odstavil 2 guvernerja, iz regij, ki so prav blizu Ukrajine. Da je napetost znotraj Rusije, se spomniš, da je strokovnjak, ki ga oba zelo pozorno spremlja, Mark Galeotti, pred 3 tedni, mislim, da ga je intervjuvala BBC, govoril o teh govoricah o Moskvi. Ker je bila, če se prav spomnim, prva, ki je rekla, da je v zraku neki. Pripravljajo neki, Putin je bolj paranoičen kot običajno in tako naprej, ker se mi zdi previdna oseba v svojih analizah, je potrdila, da je bila prisotna napetost. To, da sta bila 2 guvernerja odstranjena, je potrditev. Če si ogledate intervju, ki ga je pred dnevi v Moskvi opravil dopisnik BBC-ja, ko onemogočijo dostop do interneta, do telegrama in tako naprej, ljudje so zelo neposredni. Zelo neposredni. Ker če pomislite, ko greš v veliko mesto, kjer ljudi pravzaprav nikoli nisi prisilil, da grejo na fronto, se ti vojna zdi nekaj precej oddaljenega. Kdor ima malo zgodovinskega spomina, se bo spomnil, da ko je Italija napovedala vojno Franciji, je bil, mislim, že isto noč bombardiran Genovski pristanišče, mislim, da tudi Torino. Šele v tistem trenutku so se Italijani žal zavedli, da smo v vojni. V Rimu je bombardiranje San Lorenza zadalo končni udarec fašističnemu režimu.
manifestacija, Mirko, lahko odstraniš ves internet, kolikor hočeš, ampak manifestacija ob dnevu zmage 9. maja, brez vozil. To razume tudi teta, o kateri si govoril, Kapitini. Si razumel? So trije dejavniki, Daniele. Je zelo skromna parada z veliko videoposnetki sodobnih vozil, moči, tehnologije in tako naprej. Je ukrajinski napad in je izjava Gerasima, tukaj smo, tam napadamo, kar je popolnoma napačno. In ne zato, ker to pravim jaz, ampak ker to pravijo sami vojaki. Ruski blogerji, ni niti enega samega zemljevida, niti najbolj pristranskega in prorusko naravnanega zemljevida, ki bi ga imeli Rusi. Celo onkraj Kupjanska, ki napredujejo proti oblasti Harkov. Po mojem mnenju so tudi oni na neki točki rekli, ampak so izbruhnili. Nekaj ni v redu. To dvoje prizadene ponos, parado in Moskvo. In drugo je, poleg tega me še zajebavaš. Torej, dodaj še četrti element, enote, ki na Rdečem trgu korakajo iz vojske Severne Koreje. Torej, tam je dokaz, da si moral, da bi se boril proti državi, ki jo že 4 leta poskušaš zavzeti in ti ne uspeva, pripeljati okrepitve. Z drugega konca sveta. Tisoče obupanih ljudi, ki so mimogrede pod poveljstvom vnuka diktatorja, dedka. Jaz sem ga osebno spoznal v Pjongjangu, Kim Il-sunga sem res osebno spoznal, njegov vnuk pa zdaj pošilja na tisoče vojakov. Ampak hočem reči, čeprav je družba tudi v Severni Koreji zaprta in tako naprej, niso vsi neumni. Mislim, poslal si ljudi 9 časovnih pasov stran, da se borijo za nekaj, česar nihče več ne razume. Poglej, v tiskovni konferenci Vansa, o kateri so govorili na začetku, je tudi en element, ki zelo spominja na to pripoved, ki jo imajo Rusi, Korejci in Rusi. Vans, ko je novinar na neki točki rekel, oprostite, ampak kdaj se bo ta zgodba Amerike proti Iranu končala? On mu je rekel. Ampak veš, mi smo vajeni, da je druga svetovna vojna trajala x let, prva x let. Zakaj nas pa vi preganjate? Mislim, v bistvu sta minila šele 2 meseca, ne? Ampak ko začneš posegati v ljudi, v življenjski standard, še posebej, hočem reči. Kot sem opazil, jih je bilo veliko, poleg vojaških blogerjev. Naredil sem povzetek ruskih vojaških blogerjev, ki ga zdaj nimamo časa prebrati, ker pišejo tudi cele romane. Bilo pa je tudi veliko spontanih videoposnetkov ljudi, ki so govorili. Čez 4-5 let bodo droni prišli nad Moskvo. Resno. In pa vendar, državna televizija o tem ne govori. Državna televizija govori o Putinu in sploh ne omenja te stvari. Ti nisi sposoben zaščititi prestolnice. Če je ne moreš zaščititi, ampak to velja za katerokoli prestolnico na svetu, potem nisi verodostojen. Hočem reči nekaj, tudi če je pozna ura, kar mislim, da vsi razumejo, na koncu smo vsi ljudje. V Severni Koreji, na Kitajskem, v Ameriki, v Rusiji, v Ukrajini so vsi ljudje. Torej, v Rusiji so 1. januarja zvišali DDV za 2 točki. 2 točki. Ne vem, če se kdo, ki je malo starejši, spomni, mislim, da je vlada leta dvignila DDV za 1 točko, Italija je skoraj propadla. Sam, da smo hodili naprej. Za 1 točko, še zdaj se spomnim, kakšen udarc je bil to za potrošnjo. 2 točki naenkrat. Putin dobesedno razprodaja nafto in plin, ki pripadata Rusom, ne Putinu, ampak ruskemu ljudstvu, njegovi prihodnosti in novim generacijam. Jih razprodaja, da bi kupil drone od Irancev za boj proti Ukrajincem. Rad bi spomnil na nekaj, na kar se mi zdi, da se v zadnjem času nihče ne spomni. Ena glavnih točk, zaradi katerih želi Putin uničiti Ukrajino, je ta, da želi, da se pravoslavna cerkev Ukrajine vrne pod nadzor ruske pravoslavne cerkve. Mi leta 2026, ob tej uri popoldne, razpravljamo o vojni. O gospodu, ki iz Moskve bombardira železniške postaje druge države, da bi prisilil ta narod, da hodi v cerkev,
pod oblastjo duhovnika iz druge župnije. Poglej, pokazal ti bom še zadnjo stvar, ker res spremljam to vojno že od nekdaj in včasih sem res tudi brez spanja porabil čas za to. Še nikoli nisem videl toliko kritičnih glasov ruskih strokovnjakov, vojaških blogerjev, ljudi kot v tem obdobju. Ker po mojem mnenju ta napad, odsotnost parade, na splošno nekaj, kar me je res prizadelo, dodajmo še Venezuelo, Sirijo, Iran, vse to se je zgodilo v zadnjem letu in pol. Če pogledamo, so vse to porazi, ker izgubljamo. Zavezniki, Finska, Švedska, Finska in Švedska. Baltsko morje, kako visoko se razširi? Vse čez Baltsko morje. Opazil sem prav to, namreč dejstvo, da so najbolj ogorčeni tisti, ki so res besni, ki so vse do leta 2025 verjeli, da je mogoče doseči cilje, in to je treba povedati. Rusi so bili blizu temu, da bi pri Ukrajincih sprožili domino učinek. Se pravi, spomnimo se, da med letoma 2024 in 2025, proti koncu leta 2025, prečkajo zadnje ukrajinske obrambne linije. Med Pokrovskom, ko so jih Ukrajinci še gradili, in Ukrajinci so bili prisiljeni premakniti Azov, 225. bataljon, vse najboljše jurišne enote, da bi zaprli tisto, kar se je zdelo majhen žep 20 km, ki pa je potem trajal veliko dlje. In potem se je umiril. Prišli so zelo blizu, če bi prebili zadnjo obrambno linijo, bi tam res nastale težave za Ukrajince. Ukrajinci so uspeli zavzeti izboklino pri Dobropidiji, prevzeti nadzor nad situacijo in potem na srečo je bil oktober, november, začelo je deževati, razmere so se poslabšale, vse se je upočasnilo. Prišla je huda zima, res je prišla huda zima, kar je bila sreča za Ukrajince. Dramatično je bilo za civiliste, ki so bili prizadeti pri oskrbi z energijo, vendar zelo koristno za fronto, ker se je dobesedno vse zamrznilo, ljudje, vozila, droni in tako naprej. In od takrat Rusi niso veliko napredovali, ni več velike mobilizacije. To pravim, tudi ruski viri pravijo, in to bomo videli v naslednjih dneh, pravijo, da je vedno težje novačiti, ampak to je normalno. Kakšna je perspektiva? Vojna do leta 2027. To ni najboljše. Tudi sami Rusi se zavedajo, da je zdaj skrivati, izolirati vojno, kot je Putin uspel v prvih letih, skoraj narediti konflikt v Ukrajini kot nekaj, kar se dogaja samo v Ukrajini, v določenem smislu nekaj, kar smo doživeli tudi mi. Vojna je nekaj, kar se dogaja v Iraku, v Afganistanu, ne pri nas doma. Zdaj, ko vojna resnično prihaja k njim domov, 600 dronov nad Moskvo ni malenkost, brez možnosti, da bi jih ustavili v kakšnem smislu. Proizvodnja poteka zunaj, nimaš načina, da jih ustaviš, ni rečeno, da jutri Ukrajinci ne bodo naredili še 800 in ti jih poslali. Lahko gre samo še na slabše in tega ne pravim samo jaz, tega ne pravijo samo vojaki, ruski blogeri, ampak tudi strokovnjaki. In videl sem videe nekdanjih ruskih vojakov, polkovnikov in tako dalje, ki pravijo, poglejte, da oba možna scenarija, torej, če napademo tam, kjer so te proizvodni centri, to pomeni vpletanje drugih akterjev, ali pa okrepimo obrambne sisteme, kar je zelo težko, ali pa bodo neizogibno počeli vedno hujše stvari. Poleg tega je zadnji geolocirani ukrajinski video z droni v Uralu. Torej jim je uspelo nekaj, kar se ni zgodilo niti v drugi svetovni vojni. To je kratek izsek, ampak po mojem mnenju zanimiv, ker vam želim pokazati prav ta del pogovora. To so stvari, ki jih pravijo oni, ne? No, nikakda nikuda, imena, ne? Samo. ВСУ ракетные, дроновые по территории Российской Федерации, причем по таким регионам, где никогда никуда не прилетает. Это программа РУС, да? По-вашему, это какая-то хитрая тактика, проти которой се ще nismo naučili boriti? Нет. Ответ очень прост. Это наша слабость. Če nasprotnikovi droni že letijo po ulici. To je naša šibkost. Če sovražni droni že strateško prodirajo v strateško globino vse do Urala. Če strateško do Urala, torej tega nikoli nismo imeli. To pomeni, da nimamo zmogljivosti za prestrezanje, ali nam manjka strokovnosti, ali pa oboje. Preprosto strokovnost. Droni zdaj prodirajo globoko v Ural.
torej tega nismo omenili, da jih sestreljujemo. Ampak stvar je v tem, da če se sovražnik lahko nenehno oskrbuje z novimi sistemi, se lahko sovražnik nenehno oskrbuje z ofenzivnimi sistemi. Средства нападения. Мы же пытаемся совершенствовать средства. In mi poskušamo izboljšati naše obrambne sisteme. V tem posebnem primeru Prišli smo do točke, ko ima napad prednost pred obrambo. V smislu, da moraš igrati obrambno. Rusija mora igrati v obrambi proti Ukrajincem. Glede napadov, kar je točno to, kar se je dogajalo v prvih letih vojne, ko so se Ukrajinci morali braniti pred ruskimi napadi, Torej je obratno, obstaja prednost, Rusija je ogromna, zato je za Ukrajince vedno lažje najti prostor, kamor se lahko prebijajo. Potem z razvojem umetne inteligence obstajajo tudi raziskave o tem, kam točno priti, pri čemer se izogibajo najbolj zaščitenim točkam, povezujejo podatke, satelitske SIGINT in še veliko drugih stvari. Zavedajo se, da je, v narekovajih, ukrajinska proizvodnja ranljiva in da lahko s tem še poslabšajo situacijo. In iskreno, po 5 letih vojne mislim, da so tudi oni sami že naveličani. Videli bomo tudi v prenosu v živo, ki ga bom imel čez nekaj dni. Rusija, gledana z vidika Rusije, tako bom imenoval to, kar se dogaja z vidika Rusov, ker je tam vsega pomalo. Civilisti, vojaki, blogerji, ki so morda bolj tehnični ali bolj kritični do Putina ali vojske, so pa tudi civilisti, ki preprosto pravijo, ne želim živeti z droni, ki tako eksplodirajo v moji stavbi v Moskvi, take stvari. Začenjajo se zavedati, da se vojna vedno bolj približuje. In zadnji posnetek prikazuje prav ukrajinskega drona. Onkraj Urala, da si predstavljate. Torej, onkraj Urala govorimo, to snemajo Rusi, onkraj Urala, torej zdaj govorimo o ogromnih razdaljah. Kako zaščitiš tako veliko državo? In to je seveda razlog za veliko razpravo v Rusiji, ker ti nacionalni ponos nalaga odgovor. In če odgovora ni, voditelj, ki naj bi ti zagotavljal varnost, mislim, da je to isto vprašanje, ki ga Izraelci postavljajo Netanjahuju. Odgovornost za 7. oktober ali je bil 8. oktober? 7. Mislim, da točno to sprašujejo. Se pravi, če to zgubiš, zgubiš vse z njihovega vidika. Poleg Donbasa, vojne z Ukrajino in podobnih stvari, mislim, da smo prišli do točke, ko Ukrajinci komaj še zdržijo. In rešili so se prav v najslabšem letu, ki je bilo leto 2025. In Rusi se zavedajo, da če želiš nadaljevati to igro, moraš vložiti enake napore, kot si jih leta 2024. Z človeškega vidika so to res veliki napori, za katere pa ni veliko rezultatov. In po mojem mnenju, kot sem že prej rekel, potem prideš do zaključka, da se to sploh ne splača. Ključno vprašanje pa je, kako se sploh izvleči iz te vojne. Brez da imaš v rokah karkoli, praktično niti Donbasa. To je njegov problem, ne more se izvleči, ker ne more upravičiti vsega tega, če nima ničesar, kar bi lahko pokazal kot dosežek. In njegova zapuščina lahko res postane zaznamovana z neuspehom, ker Ukrajinci izvedejo največje bombardiranje Moskve po 2. svetovni vojni. Zanimivo je, da so vse vzporednice povezane z 2. svetovno vojno. Po mojem mnenju zelo tvega. Ali mu pripravljajo mehak izhod, ali pa ga čakata čaj in okno. Tokrat zares in po odločitvi njegovih ljudi. In nisem želel govoriti o gospodarskih vprašanjih, in tega ne pravim jaz. Obstajajo poslanci Dume, ki so prvič izjavili, da je treba to vojno končati. Obstajajo ruski ekonomisti, ki pravijo, da je dovolj. Kaj je rekel ta tukaj? Je ruski ekonomist? Ni disident, nisem vzel nekih čudnih disidentov, ki so bili v tujini. To so ruski ljudje na ruskih kanalih, ki pravijo, da je. Število ljudi, ki delajo v kmetijstvu in na področju specializirane mehanizacije, se je zmanjšalo za 51%, kar ni malo v gospodarstvu, v recesiji. O vsem tem bomo podrobno govorili ta teden za tiste, ki si res želijo vse to poslušati, ker je tega res veliko.
Zelo se zahvaljujem Danielu, zelo se zahvaljujem Pavlu, ki je prišel kljub bolečinam v hrbtu in mora jutri k zdravniku. Torej, držimo pesti za Pavla. Mi se vidimo ta teden ob oddaji Rusija, gledana iz Rima. Morda na koncu tudi pri njih vse pride na dan. Hvala vsem, hvala Danielu. Amigo, sí, la conoce. Buenas.